Ja, in lep pozdrav najprej vsem skupaj, ki ste se udeležili današnjega soočenja za dekana Fakultete za strojništvo. Hvala lepa, da ste prišli, pa malo počakali, ampak vendarle so tukaj z nami akademiki, pa smo teh akademskih četrt resno vzela, ne. Drugače pa tisti, ki tega ne spremljate v živo, boste današnje soočenje, izmenjavo nekaterih pogledov, kakšna bo fakulteta v prihodnosti, lahko videli tudi na Youtube strani. Zato tudi en lep pozdrav kolegom iz druge fakultete, ki so prišli sem, da bodo tole posneli. Za začetek, no, preden začnemo s predstavitvijo, pa potem seveda tudi z vprašanji, pa samo še nekaj navodil, ki to seveda niso, ampak sam sem dolgo časa delal na radiju pa na televiziji, pa vem, da je minutaža ena ključnih stvari, da postane stvar aktualna, zanimiva in ne predolga. Mi smo ponavadi v 30 sekundah zaključili odgovor, to od vas ne pričakujem, no. Bomo vendarle dodali še teh akademskih 45 sekund, pa še malo, tako da tam okrog 2 minute za odgovor bi si pa želeli, zato da lahko pridemo skozi 3 sklope, ki imamo pripravljene. Po vsakem sklopu sledijo tudi vprašanja študentk in študentov. Nekje imamo pa tudi neko uro, a ne, da bomo lahko videli, kje pa je, tam bo nekdo pomahal, tako da se je čas iztekel, pa vas bom potem tudi sam na to opozoril. Ampak čisto za začetek pa morda še en pozdravni nagovor predsednika študentskega sveta Maksa, ki ima nekje mikrofon in bo tudi prišel zdaj tukaj dol. Dober dan in vsi lepo pozdravljeni na soočenju kandidatov za dekana Fakultete za strojništvo v prihodnjem mandatnem obdobju. Zdaj v študentskem svetu si v bistvu vsakodnevno prizadevamo, da bi študenti bili aktivno vključeni v razvoj pedagoškega procesa in razvoj Fakultete za strojništvo na splošno. V preteklih dnevih, ko smo pač promovirali ta dogodek, smo od študentov, ko so mogoče malo manj zainteresirani za določene tovrstne aktivnosti, slišali različne opazke, da je popolnoma vseeno, kdo je dekan. Jaz se s tem ne morem strinjati. Slišali smo, da nas glas nič ne šteje, ampak jaz mislim, da 20% sigurno ni zanemarljiva številka. Slišali smo celo, da je popolnoma vseeno, da se to itak nas ne tiče, ampak jaz mislim, da vas bo današnja razprava prepričala v nasprotno. Zdaj na tej točki bi se rad tudi zahvalil v bistvu vsem, zaradi katerih je današnji dogodek sploh mogoč. Najprej bi se rad zahvalil Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, da so nam tako velikodušno predali ta prostor. Rad bi se zahvalil multimedijcem Fakultete za elektrotehniko, da nas prenašajo v živo in da nam bodo dali posnetek. Rad bi se zahvalil predvsem tudi kandidatom, ki ste si vzeli čas za nas, ki ste se pripravili, ki boste v bistvu delili vaše vizije z nami. In rad bi se zahvalil vsem vam, pač študentom in študentkam Fakultete za strojništvo, ki vam ni mar, ki vam ni vseeno, se opravičujem, malo že kasno, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja in v katero smer se razvija strojništvo na Slovenskem. Kandidatom želim plodno debato, vsem volilnim upravičencem pa pametno odločitev na ponedeljkovih volitvah. Hvala. Hvala lepa. Te stvari, volilni upravičenec, kandidati se kar resno slišijo, ampak vendarle ste študentke in študenti Fakultete za strojništvo. Sam lahko samo povem kot predstavnik SBC-ja zdaj, ko so me prišli iskat, če bi to odvodil, pa sem seveda med članstvom SBC-ja malce pa vprašal, kaj mislijo in pravijo, ja, to je pa fakulteta prihodnosti, odlično, da si bil povabljen. Zato smo med pogovorom dobili tudi 2 vprašanji predsednika SBC-ja, Joca Pečečnika in pa Jureta Kneza, šefa, direktorja, lastnika, intelektualca, inovatorja, še bi lahko dodal, Devesofta, no, oba sta poslala vprašanja. Jih bomo tudi med našim soočenjem predvajali, ampak morda, če začnemo najprej s predstavitvijo, saj vem, da jih vi vendarle poznate, ampak vseeno. Izredni profesor dr. Boris Jerman dobi prvo minuto ali pa 2 za predstavitev. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav. Torej, najprej bi pozdravil vse prisotne, potem bi pač povedal, da sem praktično na Fakulteti za strojništvo že od študentskih let naprej. Leta 2005 sem doktoriral, potem sem pa tudi malo dobil izvolitev za najprej
višjega predavatelja v bistvu na smeri tehniška varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, potem pa tudi docenturo na Fakulteti za strojništvo. Z pedagoškim delom se praktično ukvarjam že od prvega dne, ko sem bil mladi raziskovalec, ko sem delal doktorat in tudi vodil vaje. Zdaj pa, bom rekel, že 15 let vodim laboratorij za nosilne strojne konstrukcije in transportne naprave in sisteme. 5 let sem pa tudi že v senatu Fakultete za strojništvo. Morda bi bilo zanimivo tudi, da povem, da sem v tem času tudi 2 leti zaporedoma bil izbran za najboljšega predavatelja oziroma najboljšega pedagoga na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Zdaj morda je status malo manjši, ker je veliko oziroma lahko rečemo ogromno tako pedagoškega kot tudi raziskovalnega dela. Toliko bi Za uvod, najlepša hvala. Ja. Gremo naprej, profesor dr. Matija Jezeršek. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem razumel to vprašanje, da razložimo, zakaj sem se odločil za Ne še, to še pride. Aha, Ja, takoj naslednje pa bo takšno. dobro. Lahko ga pa seveda izkoristite čisto po svoje za predstavitev. Prav. Torej, sem profesor za lasersko tehniko. Zelo se navdušujem nad vsem, kar je povezano z raziskavami, z pedagoškim delom. Zelo mi je všeč, če vidim, da so tudi študentje navdušeni, da jih zanimajo tematike, ki jih poučujem. In to je nekaj, kar me tudi osrečuje v življenju, tako da v tem pogledu vidim tudi moje poslanstvo tukaj na fakulteti v prvi vrsti. To na kratko zaenkrat. Hvala lepa. In profesor dr. Jernej Klemenc, izvolite. Ja, najlepša hvala. Jaz sem na fakulteti 28 let, 15 let raziskovalec, 13 let učitelj, redni profesor 8 let, trenutno prodekan za 2. in 3. stopnjo. Moj bistvo, zakaj sem se jaz odločil? Jaz mislim, da fakulteta mora biti pedagoško-raziskovalno uravnotežena, predvsem pa nikoli ne smemo pozabiti, kdo smo. Mi smo strojniki. In naše raziskave, inovacije se morajo v končni fazi manifestirati v izdelkih. In zaradi tega sem jaz pač ostal na fakulteti. Tako, to je tudi zato, da se malce ogrejete, ker zdaj pa vendarle pride to, kar ste tudi sami omenili. Gremo v ta prvi sklop. Kaj je tista smer, po kateri bo šla fakulteta pod vašim vodstvom? Kaj je glavna smer razvoja? Izredni profesor dr. Boris Jerman. Hvala za vprašanje. Torej, glede na trenutno situacijo na fakulteti je potrebno posvetiti več pozornosti pedagoškemu procesu, študenta postaviti v prvo vrsto, se pravi v prvi plan, glede na to, da so konec koncev ste vi naši izdelki, se pravi naši diplomanti, magistranti in pa doktoranti. Zaradi tega bo potrebno torej pedagoški proces spet postaviti ob bok raziskovalnemu, urediti še kakšne tehnične zadeve v zvezi z torej izvedbo samega procesa, naprimer glede urnikov, ter pa glede načina, naprimer izbiranja smeri in pa izbirnih predmetov na magistrskem študiju. Za to bo treba seveda tudi poskrbeti za kakšen dodaten prostor, kjer bodo tudi študentje lahko imeli več prostora za študij in tudi za kakšno skupinsko delo. Se pravi, glavni cilj je to uravnoteženje in pa postaviti študenta na prvo mesto. Dr. Matija Jezeršek, to so seveda stvari, prebral sem si vse 3 programe, ki jih praktično vsi omenjate. Je to tista prava smer, kaj bi tukaj dodali? Ja, jaz vidim vseeno malo drugače naše poslanstvo in tudi posledično glavne smeri razvoja fakultete. Najprej želim izpostaviti povečanje sodelovanja z gospodarstvom. Naša fakulteta ima že v genih to, da moramo res zagotoviti čim boljšo podporo gospodarstvu in to na več nivojih. Tako na nivoju pedagoškega procesa, da omogočimo študentom res boljši, še večji stik s podjetji, kot ga imajo danes. In po drugi strani, da tudi naše laboratorije, naše raziskovalce še bolj
upnemo in jim pomagamo, da se bodo vpeli v gospodarstvo, da bodo pomagali reševati njihove izzive in njihove težave. Poleg tega menim, da moramo krepiti znanstveno-raziskovalno dejavnost fakultete. To je namreč ključno, zato da smo lahko potem tudi odlični pedagogi. To je tisto, kar nas loči od neke srednje šole, če se tako izrazim. In samo tako bodo lahko študentje deležni zares kvalitetnih znanj, da boste postali cenjeni in posledično imeli tudi višje plače, ko boste šli v gospodarstvo. In tretja taka smer, ki je meni ključna, ta hip, je nova fakulteta za strojništvo. Mislim, da smo zdaj v ključni fazi, moramo zagotoviti dodatna finančna sredstva, to bo ključna naloga novega vodstva in moramo začeti z realizacijo te fakultete. Ta fakulteta nam bo omogočila zares boljše, bistveno bolj kvalitetnejše pogoje, tako na raziskovalnem področju, kot na pedagoškem področju. Konkretno, študentje boste imeli 500 kvadratnih metrov prostora za različne projekte, tekmovalne, raziskovalne projekte, zato da boste lahko se šli podjetništva, da boste pričeli s podjetništvom, tudi inkubator za podjetja smo predvideli na tem mestu. Tako da to bi jaz, v tem jaz vidim te glavne smeri razvoja v prihodnjem mandatu. Dobro, hvala lepa. Pa še dr. Jernej Klemenc, kakšne so pa vaše glavne smeri? Ja, moja glavna smer razvoja je to, kar naj bi univerza delala. Univerza je pedagoško-raziskovalna inštitucija. In ko en del prevlada, potem je drug del podrejen. Kar pomeni, da morata biti oba dela enako pomembna. Ni dobrega pedagoškega dela brez dobrega raziskovanja in ni dobrega raziskovanja brez dobrega kadra. In to je v bistvu namen mojega programa. Mi smo naredili reforme, določene so se izkazale za dobre, določene treba popraviti. Se pravi, sprejmemo, kar je dobrega, popravimo, kar je slabega. Konkretno, na pedagoškem delu seveda obstajajo določene priložnosti za optimizacijo procesov, predvsem urnikov. Kar se tiče prostora, smo, kot ste že kolega povedali, omejeni in tle bo novogradnja prišla prav. Na raziskovalnem delu, ja, podpora gospodarstvu vsekakor, ampak mi ne smemo pozabiti, niso gospodarstvo naši edini deležniki. Sami veste, da so do nas pristopila policija, pristopila vojska, mi moramo zagotavljati kadre, tudi za v bistvu določene družbene podsisteme, in seveda, predvsem na raziskovalnem delu, se moramo povezovati tudi izven fakultete, z sorodnimi fakultetami ali ne tako sorodnimi fakultetami. To je v bistvu bistvena zadeva. Ja, interdisciplinarnost, pa nikakor ne pozabiti na naša klasična področja, ki so matična tej fakulteti. In kar je najbolj bistveno, to bomo dosegli, če bomo znali spoštovati en drugega. Kar pomeni, da bomo delovali v nekem sodelovalnem, ne pa izključevalnem vzdušju. Hvala lepa za ta prvi del, ko predstavite, kako vidite svojo fakulteto. Zdaj se pa lahko poglobimo v to, kar ste povedali. Morda, če začnemo kar pri tistih izzivih, ki so v tem trenutku najbolj aktualni. Sami ste rekli, ja, izgradnja fakultete bo marsikaj rešila. Prej na hodniku sem vas vprašal, kdaj bo končana. Kdaj se začne, pa ste rekli, ja, tam do 2029, če bo vse po sreči, če se še preselimo. Do takrat bodo študenti, ki tukaj sedijo, verjetno že imeli svoje službe, vsaj upam, ali pa nekateri bodo zaključevali. Zato morda najprej, kako lahko rešite težave z urniki, ki so pa zdaj problem, če je to sploh mogoče. Pa začnemo zdaj na tej strani, pa se potem preselimo. Ok, ja, najlepša hvala. Kar se tiče prostorskih omejitev, so takšne, kot so. Mi smo zdaj sicer naredili eno novo predavalnico, ki bo delno rešila problem. Ključna pri urnikih je v bistvu velika izbira. Po našem mnenju je dobro, da je izbira velika, vendar je trenutno izbirnost prevelika. To je moje osebno mnenje, s tem se zadnje 4 leta kar dosti ukvarjal. Izbirnost prevelika ni problem samo po sebi, problem so predvsem kvote za smeri. In rešitev urnikov se skriva drugje. Ne v prostorih,
ne, ampak se skriva v tem, da je treba sprostiti kvote za smeri. Ko se sprostijo kvote za smeri, se tudi želje študentov močno zožajo, ne, kajti zdaj najrazličnejše želje študentov rezultirajo zaradi tega, ker pač študenti niso dobili želene smeri. In tukaj je pravzaprav ključna vloga vodstva, ne, kajti vodstvo mora krmiliti med tem, da dobijo študenti čim več svojih želja izpolnjenih, ne, hkrati mora pa vodstvo tudi poskrbeti za to, ne, da niso pedagogi, temu rečemo mi pedagoško podhranjeni, kar pomeni, ne, tako kot raziskovalec ne dobi plačo, če ne dobi projekta, tako pedagog ne dobi plače, če ne dobi predmeta, ne. In če mi kvote popolnoma sprostimo, kar bi bilo seveda študentom najbolj povšeči, se zelo hitro lahko zgodi, te podatke imamo, te podatke sledimo, da bojo cele smeri, ne, ostale s tako majhnim številom študentov, da bomo imeli probleme za izplačilo plač, ne. In zaradi tega bo urnik posledica kompromisa pri kvotah, ne. In ja, če se zmenimo za kompromis pri kvotah, lahko urnik zbijemo skupaj, da bo manj lukenj. Bo pa zaradi tega manjša izbernost, ne, ampak je, ne, 35.000 kombinacij je trenutna zbernost, če jih bo ostalo 10.000, tudi ni slabo. Dr. Mitja Jezeršek, kako vi vidite rešitev urnika? Je to ena izmed rešitev, ki jo predstavlja tudi vaš kolega? Ne, jaz se s tem ne strinjam. Kolega predlaga, da bi zmanjšali izbirnost predmetov. To je nekaj, kar je v nasprotju z potrebami gospodarstva, v nasprotju z globalnimi trendi, namreč področje tehnike zahteva širok spekter znanj in tega moramo omogočiti. To je bil tudi eden izmed ključnih rezultatov prenovljenih študijskih programov. Glede urnikov je pa tako, mi se bomo problema urnikov lotili takoj in ga tudi rešili z tem, da bomo v sredini letnega semestra anketirali študente, jih vprašali, kam se nameravajo vpisati v jeseni, in s tem bomo pridobili podatke študentov, njihovih želja, glede izbirne smeri in glede izbirnih predmetov, in potem bomo imeli pol leta časa, da bomo v sodelovanju z učitelji, asistenti določili velikosti skupin pri predmetih, urnik, se pravi termine, tako da bodo imeli študentje več časa, in da bo tudi način izvedbe vaj tak, da bodo imeli še vedno asistentje in profesorji opravljene ure, torej da bodo izpolnili ta pogoj za plačilo. Glede velikosti smeri jaz menim, da je to dogovor vodstva, se pravi vodstvo lahko tukaj vpliva na to, kdaj je kvota izpolnjena, in predvsem bomo na ta način ohranili izbirnost v polni meri, tako za smeri kot za predmete. Ne obljubljam, da boste imeli študentje, vsi študentje izpolnjene prve želje, ampak drugo pa zagotovo. Dr. Boris Jerman, kje je tukaj rešitev? Zdaj, če se ozremo malo bolj nazaj, se pravi, kvot nismo poznali. Vsak študent se je lahko vpisal na tisto smer, ki jo je želel, in izbral tiste izbirne predmete, ki jih je želel. Na drugi strani pa seveda je bil problem, ali pa dajmo reči dejstvo tudi, da je bila zbirnost bistveno manjša. Kratkoročno vedeti moramo, da govorimo o 2 letih, ne? In v teh 2 letih tudi, bom rekel, nove fakultete ne bo, rešitve za novimi prostori ne bo. Torej, kar se tiče prostorov, mislim, da je najem, se pravi, za strani fakultete nekih novih prostorov prava rešitev, tudi glede na finančno stanje je to možno. Kar so problem prostori, kar se pa tiče same, bom rekel, izbirnosti in izbirnih smeri, ker sem jih že prej, izbiranja smeri, kar sem že prej omenil, in pa izbirnih predmetov, je pa kratkoročno treba nekako uravnotežiti, se pravi, obe dve varianti, ki ste jih predstavila moja protikandidata, dolgoročno pa razmišljati tudi o tem, kako te kvote popolnoma odpraviti. Pa bom zdaj en krog naredil, zato da malce preverim vaša stališča. Najprej morda, če začnemo pri vas, če bi res zmanjšali število izbire, kako bi to vplivalo na gospodarstvo, ki pa vendarle potrebuje zelo specifična znanja vaš čas?
Ja, najlepša hvala za vprašanje. Gospodarstvo res je, potrebuje vsa zelo specifična znanja, ne, in fakulteta ta specifična znanja nudi. Ne. Zmanjšanje zbernosti ne bo tako, da se zmanjšajo, v bistvu, da se zmanjša ponudba predmetov. Na noben način. Na noben način tudi ne bomo v bistvu ukinili splošnih zbernih predmetov. Moramo vedeti, ne, da splošne zberne predmete lahko študenti zbirajo kjerkoli na univerzi. Ne. Gre se pa za to, ne, da se vprašamo, kakšen kader potrebuje gospodarstvo. Ne. In tukaj imamo v bistvu dva ekstrema. Ne. Eden je univerzalni inženir, ki ne ve skoraj nič o vsem. Ne. Eden je pa specialist, ki ve vse o skoraj ničemer. Ne. In moja rešitev je v tem, ko ti zbereš smer, si se odločil, da boš na neki smeri specialist. Ne. In mi imamo 6 smeri na magistrskem študiju in 9 smeri na projektno-aplikativnem študiju. Ene smeri so si bolj sorodne kot druge. In moja ideja je takšna. Ne. Se pravi, izbereš smer, ponudimo ti 100% zbernost na podobnih smereh v okviru splošnih zbernih predmetov. Lahko pa izbereš predmete tudi iz smeri, ki niso podobne. Kako to vem? Ker smo mi v bistvu v preteklih letih delali analize, ne, in vemo, ne, kakšne so tipične kombinacije znanj, ki jih študentje potrebujejo, ker to so tipične kombinacije znanj, ki jih študentje tudi potrebujejo. Kajti naš cilj, ne, je ustvariti specialista na določenem področju, ki pa bo imel dovolj širine, da se bo lahko sodeloval tudi z drugimi področji. Dr. Boris Jerman, omenili se, da bi pa v prihodnosti bilo treba razmisliti o ukinitvi teh kvot. Kako bi pa to delovalo v resnici potem? Tu bo treba poiskati seveda konsens znotraj fakultete, zaradi tega, ne, ker je zaradi tega problema, ki ga je izpostavil kolega Klemenc. Potem pa, ko bi to uredili, se pravi, se uredili znotraj same fakultete, bi pa to delovalo tako, da bi študenti pač prosto izbirali torej smeri in izbirne predmete, ne glede na to, pač, če bi jih nekje bilo manj, nekje pa več. Pa ni tako, da je fakulteta tista, ki pravzaprav tudi vodi razvoj ob svetu, ki se razvija sam po svoje? Se pravi, da ima tudi fakulteta neko smer ali pa idejo? Seveda, to je sigurno res, se pravi, mi smo v bistvu na raziskavah temelječa univerza in s tem tudi na raziskavah temelječa fakulteta, moramo to tudi ostati. Moramo po drugi strani torej tudi imeti čas za to, da gremo v pravo smer in kar se tiče pedagoškega procesa, slediti na eni strani novostim v svetu, na drugi strani pa slediti potrebam gospodarstva. Tukaj je pa spet lahko še to, se pravi, neka težava, ne? Ker če bi hoteli vsakemu podjetju posebej ustreči, ne bomo nikamor prišli, ne? In bi dobili še več izbirnih predmetov, še bolj drobljenje študentov in še več težav, ne? Po drugi strani se nam pa tudi dogaja, oziroma se diplomantom dogaja, da diplomirajo na eni smeri, se zaposlijo nekje in tam jim dajo, bom rekel, delo iz popolnoma druge smeri. Tako da vedno je treba nekaj uravnoteževati. Za vas pa vprašanje, omenili ste, da bi to pustili, kar je to izbirnost, pa vendarle je dovolj kadra, po drugi strani pa ali ta izbirnost ne prinaša ravno teh težav, ki jih zdaj imate, se pravi urnike pa s tem težko rešiš? Ja, jaz se zavedam, da so težave, ne, da so nastale težave z prikrivanjem predavanj, s tem, da študentje niso dobili uresničene tiste prve ali druge želje, ampak jaz menim, da je to rešljivo. Tako kot sem razložil, ne, mi, če imamo dovolj časa, se pravi, da dobimo podatke o tem dovolj zgodaj, se lahko prilagodimo. Trenutno mi zvemo tam en teden prej, preden se začne pedagoški proces, kakšen je vpis študentov. Prej nimamo pojma, prej delamo na osnovi predpostavk, mogoče iz prejšnjega leta, ampak vemo, da se interes študentov spreminja iz leta v leto. In še to, jaz stojim na stališču, da podjetja so si zelo različna in tudi želje študentov so zelo različne. Ene bolj zanima, poleg naprimer konstruiranja, še področje procesnega strojništva ali pa mehatronike,
kaj drugega. In zato res moramo ponujati to polno izbirnost, torej da študent, ki se vpiše na določeno smer, lahko izbira predmete iz vseh ostalih smeri. To je polna izbirnost. Hvala lepa za te vaše poglede pa načrte. Sam bi zdaj postavil še eno tako vprašanje, ki pa je verjetno zelo hitro rešljivo. Ko gre za študij študentk in študentov, je prostora, da bi se učili premalo. Ena zelo enostavna rešitev pa je, da bi bila fakulteta pač dlje časa odprta. Je to hitro uresničljivo in ali to seveda podpirate? Ura ali pa 2 pri odprti fakulteti marsikomu koristi. Lahko začnemo to seveda. Ja, seveda. Mi, kar se tega tiče, nimamo nobenega problema. Odprta fakulteta je že bila odprta do 10 zvečer, ni nobenega problema, da tudi v prihodnosti ne bi bila. In seveda, če poskrbimo tudi zaradi tega, zato, da so učilnice odklenjene tudi v popoldanskem času, potem je prostora dovolj. Ta problem je rešljiv v roku 1 meseca. Je rešljiv v roku 1 meseca? Ja, jaz absolutno se tukaj strinjam in to je bila tudi točka v našem programu. Tako. In se samo čudim, zakaj tega še nismo napravili, če se kolega strinja s tem. Sej res škoda. Da lahko odgovorim. Seveda. To smo seveda že napravili. Verjetno ste opazili, da so učilnice že odklenjene. Imamo pa malo težav za prepričevanjem naših v bistvu čistilnega servisa, ker so preveč pridni pa jih zaklenjajo. Tukaj bi bila rešitev še ena. O tej rešitvi smo tudi že razmišljali, pa se bo treba o njej pogovoriti z študentskim svetom, da se v času, ko so določene učilnice proste, te učilnice da na razpolago študentskemu svetu in jih lahko določene skupine študentov tudi rezervirajo preko študentskega sveta, za kakšne projektne skupinske načine študija. Ja, prav to timsko delo je bilo omenjeno, da si ga želijo in da za to potrebujejo tudi prostor. Ja, kar izvolite. Enostavno se da na vrata nalepko, tako da se čistilka spomne, da ne zaklene. Tako enostavna je ta rešitev. Ja, absolutno se strinjam s tem, da fakulteta je lahko dlje odprta. Če se vrnemo malo v zgodovino, se pravi, je že bila dlje odprta in tudi ob sobotah odprta. Zdaj, tu razlogi, zakaj se je to spremenilo, so mi nepoznani, ne bi ugibal. Bi pa v primeru, da so tukaj kakšne težave, predlagal, se pravi, spet najem nekega prostora za študij izven fakultete, ki bi pa lahko bil, naprimer, po zgledu MIT-ja ali pa podobnih, bom rekel, tehničnih univerz oziroma fakultet, odprt tudi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, tako da bi študenti lahko takrat, ko njim paše, študirali in to tudi po 10 uri. Ker je pred vami investicija v gradnjo nove fakultete, bom seveda to idejo uporabil še za zadnje vprašanje v tem krogu. Je denar za to, da bi se najel nek tak prostor in predvsem, ali ste že gledali, da bi tak prostor, ki bi ga najeli? Najlepša hvala. Denar seveda za to je na voljo. Zadeve pa tudi približno niso tako enostavne, kot si kolegi predstavljajo. Mi se v bistvu javimo praktično na vsak oglas na nepremičninah.net, kjer se ponuja bodisi laboratorijske prostore, bodisi učilnice, bodisi pisarne. Žal je situacija s poslovnimi prostori v Ljubljani takšna, da ko mi pokličemo, to je še isti dan, ko je oglas objavljen, so ti prostori že oddani. In to so v bistvu aktivnosti, ki potekajo že 3 leta, popolnoma brez uspeha. Denar sploh ni problem. No, jaz vidim veliko bolj enostavno rešitev. Ni treba iti izven fakultete iskati prostore za druženje študentov in za samostojen študij. Imamo v načrtu, da bomo zgornja 3 nadstropja preuredili, podobno kot takrat, ko sem bil v vodstvu, ko smo uredili v avli tale PS kafe. Na podoben način bomo postavili separeje v 3., 4. in 5. nadstropju in na ta način zagotovili res to, da bodo lahko študentje v miru študirali. Poleg tega seveda, da bodo imeli na voljo učilnice, v katerih se ne bo izvajal študijski proces. In tudi za zaposlene bo to ena nova pridobitev, ker zdaj vsi vemo, da v tistih konicah se tudi ne da vsesti, da bi lahko kavo v miru skupaj popili. Ne bo dovolj za ta prvi del. Mislim, da ste odprli te neke teme, ki so jih omenili tudi študentke in študenti, zato je zdaj čas, da vi postavite kakšno vprašanje. Mikrofon bo prišel do tistih, ki ste pripravljeni, tako da kar začnimo.
potem pa sledi tudi vprašanje Joce Pečečnika, da lahko pripravijo v režiji. Ja, kar izvolite. Samo mikrofon bo pa potreben. Pozdravljeni vsi skupaj, upam, da se slišimo, da zadeva deluje. Tako, glede na to, ko smo že govorili o urniku, pa o sistemu prekrivanja, neprekrivanja, izbirnosti in tako naprej, bi mogoče vprašanje zastavil nekako v 2 delih, vezano na predavanja na eni strani, pa na vaje na drugi, ker je to ipak nek osnoven kurs samega študijskega procesa. In sicer, jaz bi tako rekel, čisto laično, prekrivanje predavanj so pač, termini predavanj so kakršni so in logično je, da študent ne more biti na 2 predavanjih hkrati. Kakšne so možnosti doseči na nivoju fakultete, da bi bila ta predavanja posneta, pa bi si študent lahko v miru pogledal posnetke ali isti dan, ali pred kolokvijem, ali pred izpitom, s tem bi mogoče lahko rešili prekrivanje predavanj. Vemo pa tudi, da je z samimi vajami to težava, ker je na eni strani prostorska omejitev ta in more teh terminov vaj biti več, da vsi študenti pridejo na vrsto, a bi pa mogoče v sklopu vaj lahko nekako pripel zraven to sodelovanje, ki je z industrijo, vaje zastavili na način, da bi bilo več direktne povezave na neke projekte, kjer bi študentje delovali znotraj ene vaje v skupinah in bi mogoče lahko več individualno sodelovali z tistim, ki te vaje vodi. S tem pa mogoče izločimo to, da je potreba, da je človek pač točno v tistem trenutku na tistem mestu, če ima mogoče neke druge stvari v opravku. Tako v 2 delih, če mi lahko odgovorite. Hvala. Hvala lepa. Ja, kje začnemo? Zdaj pa lahko na sredini, da ne bomo šli vedno z konca. Ja, najprej glede prekrivanja predavanj. Jaz ne obljubljam, da bomo odpravili prekrivanje predavanj. Jaz mislim, da je to nekaj normalnega na vseh dobrih fakultetah, na vseh dobrih univerzah. Bomo ga pa minimizirali. Tako da zato, da boste pa lahko študentje nadoknadili tisti manko, ker ne morete biti na 2 mestih hkrati, bom pa spodbujal snemanje predavanj ali vsaj to, da bodo nosilci imeli, da boste vi imeli zagotovljena študijska gradiva. Sam se snemam, vsako predavanje dam na spletno učilnico, tako da lahko študentje potem to koristite kadarkoli in na ta način bom spodbujal tudi kolege. Kar se tiče dela na vajah, senat je pred kakšnim letom sprejel odločitev, da obvezna prisotnost na vajah ni zahtevana. In jaz se s tem absolutno strinjam. Na vajah ste zato, da izpopolnite svoje znanje. Tako da jaz stojim na stališču, da je to odločitev študentov, ali pridete na vaje ali ne. Tako da to upam, da je dosti dober odgovor. Dr. Jernej Klemenc. Ja, najlepša hvala. Ja, kar se tiče vaj, tukaj moram povedati, da se strinjam z kolegom Jezerškom, to senat je sprejel, ne, je pa stvar akademske svobode, kater nosilc to upošteva ali ne. Možnosti so pa popolnoma odprte. Kar se tiče predavanj, ne, mi seveda spodbujamo snemanje predavanj, ne, oziroma smo učitelje, nosilce predmetov prosili, da če se pa že kdo ne želi snemati, ker prisiliti ne moramo ljudi, da se snemajo, ne, potem pa mora imeti na voljo gradiva. In vsi ti posnetki in te zadeve so v spletni učilnici. Jaz osebno se že od korone naprej snemam in so mojim študentom na voljo vsa predavanja, se pravi vsi posnetki, vključno z vsemi zapiski, ki jih naredim. Ne. In ja, informacijsko-komunikacijska tehnologija za to je na voljo. Kar se pa tiče sodelovanja Z gospodarstvom? Vaj z gospodarstvom, ideja je dobra, ne, ampak uporabna predvsem v višjih letnikih študija, to je ideja, ki bi se lahko aplicirala na magistrskem študiju ali potem v višjih letnikih PhD programa, ko tudi že študenti obvladate določena znanja, ki so za gospodarstvo zanimiva. Dr. Jerman? Ja, torej, kar se tiče predavanj, se strinjam s kolegoma, da je pač snemanje ena od rešitev. Ni idealna, ne, ker pač študent ne more postavljati vprašanj, ki jih lahko, če je pač v živo prisoten na predavanjih, ampak je veliko boljša, kot da študenta sploh na predavanjih ni. Kar se tiče vaj, ne, je vedno dobro, da je študent prisoten, vsaj na nekaterih vajah, kjer se dela kakšno praktično delo.
Sodelovanje z gospodarstvom bi tukaj znalo biti problematično v tej smeri, da študent pač ne dobi vaje točno kot izpopolnitev tistega, kar je slišal na predavanjih, ampak bi pač za industrijo, za gospodarstvom pač dobil tisto, kar ima trenutno gospodarstvo na voljo. Tako da tukaj je morda nek problem. Zdaj univerza zahteva 80% prisotnost na predavanjih in vajah skupaj. Torej, zdaj tukaj bi se zagotovo lahko iz povsem sproščenih predavanj zagotovilo, da se pač naredi vsaj nekaj predavanj obveznih in se potem, bom rekel, prisotnost na vajah malo zmanjša. Tako da obvezna prisotnost na vajah malo zmanjša, tako da se ta problem reši. Kar se pa tiče sodelovanja z gospodarstvom, bi pa jaz predlagal, da se to potem naredi preko projektnega dela, ne, se pravi, tako kot je bilo rečeno, predvsem v višjih letnikih, ko študentje že absolvirajo tisto osnovno strojništvo, ki ga morajo praktično nujno poznati. Še kakšno vprašanje? Kar izvoli, samo še mikrofon. Glede na to, da je prostorska kriza nekaj, ko se že dolgo časa tem ukvarjamo in ste že rahlo se dotaknili na to temo, mene zanima, kako bi vi kot dekan specifično pripomogli k uresničitvi študentske želje po novi fakulteti. Verjetno je tukaj lahko dodam, kar začnimo z nabiranjem denarja in potem realizacijo. Glejte, če jaz začnem, tukaj jaz vidim res ključno vlogo vodstva. Mi kot vodstvo moramo poskrbeti, da bomo dobili ta manjkajoča sredstva. Kje jih bomo dobili? Največ na univerzi in zato moramo z univerzo res imeti pristne prijateljske odnose, da bomo se lahko dogovorili za ta sredstva. Pri tem nam bo pa pomagal gospodarstvo, tako da moramo tudi z njimi zares dobro sodelovati in izkazovati res veliko podporo njim. Enkrat so že odigrali vlogo jezička na tehnici in jaz računam, da bodo to vlogo verjetno morali še enkrat ponoviti. In če ne bomo kot fakulteta zares se trudili v tej smeri, torej pomoči gospodarstvu, potem je to res vprašljivo. Najlepša hvala. Tako sem napisal v programu, v bistvu, kar se tiče tehničnih zadev vsebinskih, je fakulteta svoje naredila. In tako, kot je kolega iz Eršek omenil, sedaj je treba nabrati denar. Mi smo te zadeve že vključili gospodarstvo, imeli smo 2 strateški konferenci in gospodarstvo, je treba priznati, nam je odprlo določena vrata. Žal ne vseh, ki smo jih upali. In zaradi tega, treba bo sodelovati z gospodarstvom in treba bo sodelovati tudi s kom drugim in moramo se zavedati, mi imamo predračun, zelo verjetno se bo gradnja podražila, treba bo iskati tudi alternativne vere. In alternativne vere, poleg trenutno zagotovljenih iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in univerze, so še dodatna sredstva v koheziji. Kje je naša prednost? Mi že imamo neke obljubljene kohezije, kohezija se izteka, projektov ni, denar ostaja. In to je denar, na katerega bomo mi ciljali zato, da bomo zapolnili finančno luknjo. Mi smo malo v posebnem položaju, to morate vedeti, mi moramo zaprti finančno konstrukcijo, da lahko damo v javni razpis za gradnjo. Brez zaprte finančne konstrukcije tega ni. Dr. Jerman? Torej, tukaj moram jaz poudariti, da je že bivše vodstvo in tudi trenutno vodstvo dela zelo intenzivno, na tem bolj intenzivno praktično ne bi mogli delati. Mi smo edina fakulteta na univerzi, ki se je sama financirala vse stroške, zdaj se pravi, kar se tiče projekta, kar se tiče pridobivanja gradbenega dovoljenja in tako naprej. In to je več milijonov, ki smo jih mi vložili in smo jih tudi bili sposobni vložiti. Imamo ekipo, ki se res prizadeva praktično noč in dan za to, tako da težko je narediti kaj več, bomo pa seveda se potrudili, da bi še kaj več naredili v tem smislu, kar ste tudi slišali od kolegov. Se vsi strinjate, da se trudijo dovolj? Je ta trud velik? A zdaj v tem trenutku? Težko komentiram, ker nisem v vodstvu, tako da bom se držal tega odgovora. Še eno vprašanje, mislim, da je bilo tamle.
Moje vprašanje je povezano na magistrski študij. Na magistrskem oziroma v programu magistrskega študija imamo 6 predmetov na semester. Po mojih izkušnjah trenutnih, pa tudi vem po izkušnjah nekaterih drugih kolegov, smatramo, da je to preveč, da bi lahko pri vsakem predmetu res dosegli tisto poglobljeno znanje, ki bi ga rabili za prihodnost. Zanima me, kakšni so vaši pogledi na to, da bi namesto 6 predmetov na semester imeli 5 ali pa manj predmetov, ki bi bili vredni več kreditov, pa bolj poglobljeni, zato da bi bilo znanje, ki ga dobimo, bolj kvalitetno. To pa je nekaj, kar ste vi govorili, a ne, v začetku. Ja. A sem prvi? Ja. Ok, najlepša hvala. Glejte, ja, jaz v bistvu to vaše razmišljanje poznam, ker smo ga že večkrat slišali. Dejstvo je, ne, lahko se pogovarjamo, ali je 6 predmetov veliko, ali je 6 predmetov malo. 6 predmetov na semester na magistrskem študiju je pač dejstvo že, odkar smo naredili bolonjsko prenovo. Ne. Situacija je taka, ne, poglejte, mi kot magistri, ne, vi kot magistri in mi kot v bistvu pedagogi, moramo vedno iskati ravnoteže med specializacijo, ne, in v bistvu splošnostjo, ker magister inženir strojništva je verjetno najbolj univerzalen poklic. Ne. Kar pomeni, ja, specializacija, zato imamo smeri. In če imamo mi smeri, je dosti vseeno, koliko je predmetov. Ne. In ja, izbernost, strokovni izberni predmeti, splošni izberni predmeti. Če mi zmanjšamo število predmetov, ne, se bo a priori zmanjšala tudi izbernost. Ne. Tako da jaz, kot še enkrat povem, nisem proti zmanjševanju števila predmetov, nisem proti zmanjševanju števila predmetov na semester. Ne, da se to narediti, se pa strinjam z vami. Študent se mora v nekem trenutku odločiti, čemu bo dal poudarek. Ne, ali svoji osnovi, na kateri želi delati, ali razširjanju obzorij preko izbirnih predmetov. Doktor Jezeršek. Ja, jaz sem pa proti temu, da se zmanjša število predmetov, ker s tem bomo zmanjšali izbirnost in to bi bilo pa v nasprotju s tistim, kar sem prej povedal. To, da je pa preveč dela za študente, s tem se pa lahko delno strinjam. Ne. Strinjam se v tem pogledu, da je preveč rudimentarnega dela, torej da morate pisati veliko enih poročil, nekih takih stvari, ki vam jemlje čas, namesto da bi študirali, da bi skušali razumeti, biti kreativni pri tem študiju. In to je tisto, kar pa moramo spremeniti in zato se bom zavzemal. In pa doktor Jerman. Ja, torej dejstvo je, da imamo pač 6 predmetov na semester. To ni največja številka, ki je na kakšnem študiju, tako da mislim, da ne bi smela biti največji problem. Če je snov taka, ki je primerno zbrana in kjer se predmeti na nek način med seboj tudi dopolnjujejo. Opozoril bi spet, da govorimo tukaj o 2 letih mandata in da v 2 letih zanesljivo tega študijskega programa ne moremo spremeniti. Se pravi, dolgoročno pa lahko začnemo zdaj z procesom in glede na, če pri tem tudi poslušamo vaše predloge, lahko se tukaj poišče tudi kakšna rešitev, ki bi pripeljala morda do kakšnega predmeta manj. Zdaj predlagam, da bomo naslednji krog vprašanj naredili po drugem sklopu, še prej pa izjavo oziroma vprašanje predsednika Kluba slovenskih podjetnikov SBC-ja Joca Pečečnika, ki je bil kar oster. Boste videli, prosil sem ga za neko vprašanje, pa je se posnel kar na dopustu, zato morda kvaliteta ni najboljša. Vem pa, da so kolegi, ki so jim poslal posnetek, naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. Vprašanje se pa seveda nanaša prav na to, o čemer bomo zdaj tudi govorili, na to povezanost gospodarstva in pa fakultete. Evo, dober dan. Ja, moje vprašanje kandidatom za dekana je v bistvu zelo preprosto. Zadnja leta že dobivam občutek, da nekako univerze postanejo nekako samovšečne pa samozadostne in da v bistvu ni več nobenega stika z gospodarstvom. Izgleda,
tako da ste samo všečni in imate v glavah to, da ste namen sami sebi. Tudi vsi projekti, ki pridejo z Evropske unije, so v bistvu usmerjeni tako, ne da bi izvajali projekte, ki so pomoč gospodarstvu, ampak izvajate projekte zato, ker dobite denar, od katerega nihče v Sloveniji, kar se tiče gospodarstva, nima nič. Pa me zanima, kako bi kot novi kandidati, kako se boste s tem soočali, saj je vendar po celem svetu ena logika, da šolstvo pripravlja kandidate za gospodarstvo in da morate delati v skupni spregi za dobro države. Hvala za odgovore in veliko uspeha vam želim. Ja, zdaj bomo pa začeli pri vas, dr. Jerman. To je tisto, o čemer gospodarstvo, to pa lahko sam potrdim, ker vse čas, ko sem bil v medijih, ne, pa smo imeli gospodarstvenike, Tarna, ja, sej ta povezava je pa včasih preohlapna. Kako vi to vidite in kje je lahko ta korak, da se vendarle morda z gospodarstvom še bolj povežete, da zdaj vrnem žogico tudi gospodarstvo, prepozna, da je treba vložiti v novo fakulteto, da tukaj ne bi bilo nekih zadržkov, ne, vendarle gradijo za svojo prihodnost. Ja, torej, vprašanje je dokaj izzivalno, pa bi jaz vseeno umiril žogico. Torej, fakulteta za strojništvo je tista, ki zelo dobro sodeluje s gospodarstvom, tista, za katero bi jaz ocenil, da je najmanj morda podvrže se oziroma je deležna upravičeno te kritike, ki smo jo sicer slišali. Z gospodarstvom, torej z velikimi firmami in tudi z srednjimi firmami, tudi z majhnimi podjetji sodelujemo. Treba jih je poslušati, na drugi strani pa je treba usklajevati tudi, bom rekel, vse te vidike, ki jih na eni strani povzroča napredek, na drugi strani pa potrebe gospodarstva in prilagajati torej pedagoški proces oziroma programe. Sodelovanje z gospodarstvom je pa tukaj bolj na nivoju torej projektov in preko teh projektov mislim, da dobro podpiramo slovensko gospodarstvo. Imamo kar nekaj razvojno-raziskovalnih projektov, zaradi katerih so, bom rekel, naši partnerji uspešnejši tako v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Hvala lepa, dr. Jezerček. Jod Pečečnik je govoril o univerzah in jaz se strinjam, da je vaša fakulteta tista, ki je izjemno potrebna in pomembna in da sodeluje z gospodarstvom, pa vendarle, zdaj sami ste prej rekli, treba jih je še bolj prepričati, da nas bodo razumeli, torej kako to še okrepiti, da bodo imeli morda tudi študenti občutek, da ste neka podaljšana roka in da so oni podaljšana roka vas, no? Prav, kako to izvesti? Glejte, mi imamo v načrtu prav to jasno določen. Prvič, ponovno bomo oživili strateški svet, ki je bil v prejšnjem mandatu sam mrtva črka na papirju. Vanj bomo povabili najvplivnejše predstavnike gospodarstva, zato da nam bodo dali svojo vizijo, omogočili pogled v trende, kam moramo tudi mi kot fakulteta iti. Predvsem nam bodo tudi oni, mi pričakujemo, da nam bodo tudi oni pomagali tudi pri novogradnji. To je prvi ukrep. Drugi ukrep je, da bomo vsako leto organizirali konferenco za slovensko gospodarstvo. Pri tem bomo povabili, na ta dogodek bomo povabili vsa podjetja, ki izkazujejo kakršnekoli razvojne izzive na področju strojništva. Hkrati bomo povabili na ta dogodek vse naše laboratorije, zato da bomo zagotovili mreženje, boljše sodelovanje. Poleg tega bomo pa posebej za študente se potrudili, da boste bili deležni ekskurzij, strokovnih ekskurzij od prvega letnika do zadnjega letnika v podjetja. Pri tem računam na pomoč študentskega sveta, študentske organizacije, da bomo skupaj organizirali te dogodke, da jih bo bistveno več kot zdaj, plus da bomo povabili tudi podjetja nazaj na fakulteto, tako kot je nekoč že bilo, da se bodo podjetja predstavljala in bodo s tem zopet študentje dobili boljši vpogled, bolj bodo videli, kaj vas čaka, ko boste pri nas diplomirali in odšli v industrijo. To nekako verjamem, da so taki konkretni ukrepi, s katerimi bomo res se bolj približali gospodarstvu
in šli skupaj naprej. Kar se tiče projektov, raziskovalnih projektov, jaz tukaj zagovarjam to, da moramo tudi na tem biti zelo dejavni, kajti s tem izpopolnjujemo sami sebe. Pedagoge izpopolnjujemo, da so odlični znanstveniki in posledično so potem tudi odlični pedagogi. In samo znanja iz prve roke so tista, ki največ štejejo. Hvala lepa, dr. Klemenc. Ja, najlepša hvala za besedo. Jaz se bom pa presenetil z odgovorom. Jaz se pa s komentarjem Joca Pečečnika 100% strinjam. Ne? Ker je zadev točno, kako se temu reče, žebljico na glavico. In mi si moramo naliti čistega vina na naši fakulteti, tudi na naši fakulteti. Že marsikatera skupina živi od evropskih projektov, tako kot je kolega Pečečnik rekel, raziskave zaradi raziskav, cilj je znanstveni članek. In tle se bom vrnil na moje začetne besede. Mi smo fakulteta za strojništvo. Cilj je končni produkt. In končni produkt nastane samo v gospodarstvu. Mi lahko pripeljamo rešitve do nivoja TRL6, delujoči prototip, od tam naprej gospodarstvo. In ja, zato rabimo povezave za gospodarstvo. In kar potrebujemo? Potrebujemo bazične raziskave. Na katerem področju? Na tistem področju, ki ga pokriva slovensko gospodarstvo. Mi ne rabimo delati bazičnih raziskav zato, da bodo od tega živela kitajska in japonska podjetja, ampak tista, ki nam dajo denar, to so naši davkoplačevalci. Na to se zelo pogosto pozablja pri evropskih projektih. To bodimo pošteni. Ja, če delaš vrhunsko znanost, lahko to znanje tudi predajaš naprej. Nisem pa na stališču, da je vrhunski znanstvenik nujno tudi vrhunski pedagog. Dovolj pa je, da se te dva kolega med sabo zastopta. Nekdo, ki dela vrhunsko znanost, predaja znanje pedagogom in ta ga predaja naprej študentom. In to je tisto sožitje, o katerem sem jaz govoril. In nehajmo kazati ena drugega, ti si pa znanstvenik, ti si pa pedagog. Mi imamo zelo veliko znanstvenih sodelavcev na tej fakulteti, ki se upirajo temu, da bi šli v predavalnico. In s tem ni absolutno nič narobe. Naj vsak dela to, kar ga veseli in to, v čemu je dober. In ja, gospodarstvo je treba podpirati, tukaj so še alternativne variante, kot jih je kolega Jezeršek omenil. Kakšni MRI iz gospodarstva bi bili spet zelo dobrodošli. Mi študente povezujemo z gospodarstvom preko odprtega laboratorija, ki smo ga naredili. Mi smo v bistvu prva ekipa, ki smo podpisali strateške pogodbe z podjetji, ki opredeljujejo tako sodelovanje na raziskavah, kot sodelovanje na pedagoškem delu. Tako da, ja, se strinjam, sodelava je pomembna. Repliko ste želeli, izvolite. Ja, glejte, jaz bi tukaj izpostavil to, da mi moramo omogočiti pedagogom in raziskovalcem, da bolj enakopravno delajo na obeh področjih. To je nekaj, kar je normalno za ves akademski svet. In zato imamo v načrtu omogočiti deljena delovna mesta. S tem bomo dosegli to, da bodo vsi, ki bodo v stiku s študenti, podajali res kompetentna znanja, ki jih boste lahko potem dobro naučili v gospodarstvu. S tem, ko bodo pedagogi razbremenjeni, da ne bodo obremenjeni 140%, tako kot so nekatere obljube, bodo delali tudi bolj z entuziazmom. Torej ne bodo obremenjeni in bo proces bolj kakovosten. In tisto, kar je tudi zelo pomembno, s tem, ko bodo imeli pedagogi več časa za raziskovalno delo, za delo z industrijo, bodo a priori imeli tudi več povezav z industrijo in bodo to tudi študentom omogočali, ker jih bodo lahko peljali v podjetja, s katerimi sodelujejo. Na tak način delam tudi jaz, že celo kariero, odkar sem na fakulteti in verjamem, da je to prava pot. Ja, imam še eno repliko na to. V principu bi se lahko strinjal s tem, kar je povedal kolega Jezeršek, ampak tako kot vedno v življenju pa hudič v detajlih. Ko so kolegi takole razbremenili pedagoge, so se jim tudi plače zmanjšale za 20%. In kako bo človek hodil motiviran v službo, če mu plačo zmanjša za 20%? No, to ni res.
pa ne bi tukaj zdaj vplačal v detajle. Rekla sem ena replika. Ja. Gospod Jerman, pa še vi zaokrožite tole, no? Ja, debata je postala zanimiva. Zdaj, omenjene so bila deljena delovna mesta, določene prednosti imajo, tako da jaz jih ne bi preganjal, bi pa jih omogočil tistim, ki bi si to želeli. Ker deljena delovna mesta seboj nosijo tudi, bom rekel, skrite pasti, je med drugim tudi to, da če pogledate, visokošolski učitelj ima že praktično deljeno delovno mesto. Torej, 1/3 ima neposredne pedagoške obveznosti, 1/3 posredne, 1/3 pa raziskuje. In zdaj, ko bi naredili naprimer delovno mesto pol-pol, bi tak visokošolski učitelj postal v bistvu več kot pol raziskovalec, imel bi manj izkušenj za pedagoško delo in tudi manj časa, da pripravlja bom rekel, gradiva in druge stvari, o katerih smo se prej pogovarjali. Tako da treba je biti previden in morda najprej poskusiti počasi, da vidimo, kam stvar gre, potem pa šele poln gas in iti v to smer na celotni fakulteti. To smo zdaj čisto obrnil ploščo, včasih si kontra govoril. Daj pojasni to. Kar izvolite. Očitno sem jaz edini, ki se držim svojega programa, kolegi pa menjajo plošče, malo heca mora biti. Deljena delovna mesta, kakor se slišijo na prvi pogled, v bistvu zanimiva, se pa treba zavedati, to so prekarna delovna mesta. Kajti tisti del delovnega mesta, polovička na raziskovalnem delu, če govorimo o evropskih projektih, so to delovna mesta za določen čas. To vsi pozabijo povedati. In še, kako bomo nekega pedagoga, ki je 100% na pedagoškem delovnem mestu, dal 50% na delovno mesto. Ali vi res mislite, da bo sam dal odpoved na polovico delovnega mesta? No, to spet ni res, zato ker imamo zaposlitve za pedagoge za nedoločen čas in tudi za raziskovalce za nedoločen čas. In v deljenem delovnem mestu pomeni, da ima oseba 2 pogodbi, obe za nedoločen delovni čas. Če ta oseba ni zaposlena na evropskih projektih po 1.1.2025, to je famozni 64. člen zakona o raziskovalni dejavnosti, so vsi tisti, ki se zaposlijo na evropskih projektih, upravičeni do višje plače, ampak pogodba je za določen čas. In od tukaj ni odstopanja, tak je zakon. Gremo zdaj še na... Ja, kar izvolite še. Ja, jaz bi samo to dodal, zato pa nikogar ne bi silil v tako odločitev, ampak če bi kdo želel, ker je tukaj določen izziv, določeni plusi in pa določeni minusi. Sam hipno. Ko se pogodba na evropskem projektu izteče, gre raziskovalec zopet na osnovno pogodbo, tako da ni njegovo delovno mesto v nobenem primeru ogroženo. Ta del boste reševali verjetno potem s pravniki, ko bodo prebirali te pogodbe, pa gremo na študentske težave in povezavo s tem vprašanjem, ki smo ga videli. Kako konkurenčni so učni programi? Dejstvo je, da se zdi, da po pogovoru študenti, to sam priznam, da težko sodim, je široko usmerjeno poučevanje takšno, da če se želiš pohvaliti širokim znanjem, je to sicer dobra fakulteta, ampak zaposlovalci pa iščejo tisto specifično znanje. Zato morda vprašanje za vse 3, kako konkurenčni so trenutno izobraževalni programi, ki jih vaša fakulteta ponuja, tako doma ali pa če bi se primerjali seveda s tujino. Pa začnemo pri vas. Hvala za vprašanje. Jaz ocenjujem, da prva stopnja tako na projektno-aplikativnem kot tudi na razvojno-raziskovalnem programu je zelo konkurenčna, da enako ali pa celo nekoliko več kot druge fakultete, podobne naprimer v Združenih državah Amerike in tudi v Evropi. Na magistrskem študiju pa se izkaže, da so ti programi manj konkurenčni in da na koncu študentje pridobijo manj znanja, še posebej nekega zelo uporabnega, praktičnega, tehničnega znanja. Doktor Jezeršek, bi se strinjali? Ne. Jaz tukaj stojim na stališču, da širina vsebine je zagotovljena s tem, ko ponujamo res veliko izbirnost in to moramo ohraniti. S tem bomo res študentom omogočili, da bodo prilagodili svoj
svoj načrt študija temu, kar si v življenju želijo početi. In lih v tem je ta pridobitev prenovljenih študijskih programov. Doktor Klemenc, je to tisto, kar gospodarstvo potrebuje, ko pridejo študenti, torej ta konkurenčnost takšna, kot si jo želijo zaposlovalci? Ja, najlepša hvala. Jaz moram tukaj povedati, da se strinjam s kolegom Jezerškom in se globoko ne strinjam z kolegom Jermanom. Jaz sem januarja letos opravil analizo, primerjalno analizo našega magistrskega študija z v bistvu večino najboljših evropskih in tudi z izbranimi ameriškimi fakultetami. Naš študij in magistrski in študij prve stopnje je izredno konkurenčen. Kar se tega tiče, ne rabi nobenega sram, to vejo tudi vsi tisti kolegi, ki so šli na Erasmus študij, da v bistvu naši študentje blestijo. To je kar se tiče študija. Kar se tiče splošnosti, lejte, jaz zagovarjam, verjetno podobno kot kolega Jezeršek, splošno znan. Poglejte, mi si ne moramo privoščiti specializacije kot kakšna nemška tehnična univerza. V Nemčiji imate vsaj 20 državnih tehniških univerz, ki so specializirane. Mi imamo pa 2 javne strojne fakultete plus 1 v Novem mestu. Ne? In mi moramo pokriti celoten spekter strojništva za celo državo. Ne moremo si privoščiti poglobljene specializacije. Lahko si jo pa privoščimo znotraj zadnjega semestra študija, ki imamo predmete na magistrskem študiju raziskave v strojništvu, na prvi stopnji PAPU pa razvojni postopki v strojništvu. Tam je pa lahko omogočena poljubna stopnja specializacije v sodelovanju z podjetji. Izvolite. Ja, torej, po mnenju študentov, vaša povratna informacija, tako ko končajo študij, kot tudi informacija iz podjetja, kaže na to, da ni tako velike razlike med našim diplomantom in našim magistrantom, kot se to pričakuje. Kar se tiče splošnosti oziroma specializacije, sem povedal, ampak da moramo biti dovolj splošni, ker imate vedno možnost, da boste zaposleni na nekem drugem delovnem mestu, kot študirate, ampak kar se pa tiče dodane vrednosti na magistrskem študiju, pa jaz vztrajam na tem, da bi bilo potrebno zvišati to dodano vrednost. Doktor Jezeršek. Ja, jaz bi se najprej zahvalil kolegu Klemencu, ker je posredno pohvalil naše delo, ko smo izpeljali prenovo študijskih programov. In tukaj bi res še enkrat poudaril, da prav zato se zavzemam, da ohranimo to izbernost. In res ne razumem ideje, da bi to izbernost nazaj okrnili. Če smem, izbernost ne bo okrnjena. Noben ne govori o ukinjanju predmetov. Izbernost bo okrnjena samo tem je ideja, da se pač pri nekaterih od izbernih predmetov izbernost omeji, ne pa pri vseh. Splošni izberni predmeti bojo še zmeraj splošno izberni čez vse smeri. Sem to. Sam še komentar. Jaz učim na smeri mehatronika in laserska tehnika in tam vidim, da se enakomerno izbirajo študentje iz najrazličnejših smeri. Iz vseh 5 ostalih smeri prihajajo k nam na izbirne predmete. Tako da jaz res ne razumem, kako bi lahko, naprimer na konkretnem primeru, najdel sorodno smer, tako da bi se lahko ta tvoj načrt izvedel. Verjetno glede na v bistvu predmete, ki jih imate, mehatronika, laserska tehnika, je vam najbolj sorodna smer proizvodno strojništvo. So eni predmeti tako podobni, da ko bereš učne načrte, ne veš, ali so na proizvodnem strojništvu ali na mehatroniki. Pa bi lahko šli od predmeta do predmeta. In bom rekel, še to se lahko potem, to ni za študente, lahko potem pokažem podatke, ki jih imamo. Sploh na PhD študiju, kjer so kvote bolj rigorozne, je ta široka izbernost posledica tega, da študenti ne dobijo smeri pod prvo željo. To je to in to v bistvu številke dokazujejo. Mi imamo na PhD študiju 2 smeri, ki smo jih napolnili pod drugo pa tretjo željo. Ena smer na PhD programu ni imela niti enega študenta pod prvo željo.
in ker so v bistvu kvote rigorozne, smo lahko napolnili tudi to smer in posledica tega je, da je nekdo dobil to smer pod tretjo željo in ja, ta človek si želi študirati popolnoma nekaj drugega. In od tukaj ta široka zbernost. Če mi v bistvu sprostimo kvote, sicer tvegamo podhranjenost določenih smeri, ne? Ampak pričakovanje je, tudi analize kažejo, ne, da se bo v bistvu spekter izbernosti zmanjšal. Kako pa to vemo? Ker smo letos naredili v bistvu en majhen eksperiment. Ne? In v bistvu na magistrskem študiju nismo omejili kvot, kakor bi jih mogli. Ne? In se je skazalo, da se je v bistvu izbernost, vsi študenti, bom rekel tako, 85% ali pa 87% je dobilo smer po prvi želji, samo ostali so dobili samo drugo željo. In kar naenkrat zbernost ni bila več tako splošna, ker so ljudje dobili svoje primarne izbere, so potem zbirali predmete iz zelo sorodnih smeri. Ampak kljub vsemu ostanejo splošni zberni predmeti, kjer lahko zbiraš čez vse. Zeršek, potem pa doktor. Ja, jaz lahko samo za mehatroniko in lasersko tehniko komentiram. Tukaj imamo preko 50 študentov v prvem letniku. Zdaj, ko slišim, da je to v glavnem prva želja, potem še posebej stojim na tem, ne, da pri mehatroniki ne bo šlo, da bi lahko najdel sorodno smer. Nikakor ni res, da so samo iz smeri proizvodnega strojništva. Toliko naprej. Sem rekel najbolj podobno, ne? Ja, vem, s tem pa potem zares vzamemo izberna študenta, ne? In to je tisto, kar ves čas govorim. Doktor da bi Jerman? bil napačen korak. Ja, hvala za besedo. Torej, tukaj moram jaz občinstvu pojasniti. Torej, profesor Jezeršek je član ekipe prejšnjega vodstva, ki je postavil ta najnovejši študijski program. Ta ima seveda veliko prednosti, ima pa tudi precej skritih, dajmo reči, težav in največja od teh so te kvote. Ne. Zdaj, profesor Klemenc je član trenutnega vodstva in on je tisti, ki je v bistvu ta program spravil v življenje. Brez njega bi ta program bil precej manj prijazen do študentov, kot je. Oba dva skupaj pa sta poudarila tisto stvar, ki je največji problem. Torej, na prvo izbiro imajo študenti z največjim povprečjem, z najboljšim povprečjem. Ti dobijo svojo smer, ti dobijo svoje izbirne predmete. Tisti, ki imajo najslabša povprečja, pa potem jim računalnik v bistvu določi smer, na kateri bodo študirali, in tudi izbirne predmete. In zdaj si predstavljam jaz, da nekdo, ki že itak ni posvetil, rekel, vse energije študiju ali pa ki mu to pač ne leži, toliko mu ne gre, potem še dobi predmete in pa smeri, ki ga ne zanimajo, in s tem mi v bistvu takega študenta avtomatsko spravimo v položaj, da se mu poveča tveganje, da ne bo končal študija za kar krepko. In tukaj je tisto, kar bi bilo treba nujno storiti, da bi pač študenta postavili na prvo mesto, da bi se to spremenilo. Se mi zdi, da je to debata, kjer je prav, da vključimo študente, zato predlagam, da se na to temo zdaj postavi kakšno vprašanje. Verjamem, da vprašanja imate, mikrofon je pa tudi nekje med vami, a ne? Kar? Jaz bi se mogoče navezal najprej na tole konkurenčnost znanja po zaključenem magistrskem študijskem programu. Zdaj, raziskave, ki smo jih mi izvedli v sklopu študentskega sveta, načeloma ne nakazujejo k temu, da bi bili študenti 100% zadovoljni nad izvedbo, in tudi niso ravno mnenja, da je njihovo znanje ultra konkurenčno, kar se tudi jaz kot študent strinjam. Do neke mere sicer načeloma je težko imeti vse v isti koš, ker to bi bilo zelo nekorektno, ne? Ampak imamo določene šibke točke, ki načeloma obstajajo in jih je treba v čim hitrejšem času nekako rešiti, tako da upam, da kdorkoli bo že izvoljen v ponedeljek, da se bo tega zelo hitro lotil in da bo zadovoljstvo nad študijskim programom boljše. Pa še mogoče samo komentar glede na nekaj, kar ste se pogovarjali čisto na začetku tega kroga. Zdaj, omenili ste to 140% obremenitev asistentov.
Ja, zdaj, načeloma to je res, da načeloma bojo mogoče za to, da asistenti, ki prejemajo nižjo plačo, da bojo hodili zato manj motivirani na šiht, ampak je pa tudi res, da če se bo študent oziroma asistente prekomerno obremenilo, pa tudi ne bojo hodili glih najbolj veseli na šiht. Tako da zdaj tukaj se je treba vprašati, kaj je tista zdrava meja, ker načeloma na fakulteti za strojništvo v splošnem velja, da so asistenti precej obremenjeni. Tako da zdaj tu mogoče ni glih, ne vem, saj jaz kot študent ne vidim glih neke dobre smeri oziroma prave poti za reševanje plač. Pa se lotimo najprej asistentov, no? Kar izvolite. A lahko jaz lepo, to je v bistvu zadeva iz mojega programa, ne? A ste si ga dobro prebral? Ker v bistvu, če bi si ga dobro prebral, bi tudi videl v bistvu, kje bomo dobili pedagoške ure. Cilj ni, da uvajamo nove skupine vaj. Cilj ni, da asistente dodatno pošiljamo predavalcev. Dodatne ure se bo dobilo pri C predmetih, ki so po mojem mnenju najboljša pridobitev spremenjenih študijskih programov. To so pa C predmeti, so pa pri nas raziskave v strojništvu in C predmeti so razvojni postopki v strojništvu. Ne? Ko smo mi zaprosili za 5 novih učiteljskih mest in 5 novih asistentskih mest, nas je univerza vprašala, kje boste pa dobili ure za njih? In smo rekli, zelo enostavno. Ne? Povečali bomo število kontaktnih ur pri predmetu raziskave v strojništvu in pri predmetu razvojni postopki v strojništvu. Aha, v redu. Mi smo dobili nova učiteljska mesta, te obljube do univerze še nismo izpolnili. Zakaj sta te dva predmeta tako bistvena? Asistenti in seveda profesori v vsakem primeru na diplomskih pa magistrskih nalogah delajo s študenti in delajo bistveno več ur, kakor jim je trenutno priznanih. In če mi dvignemo število kontaktnih ur za asistente iz 30 na 45, ne bojo tile ljudje čisto nič več delali, ne bojo čisto nič več v predavalnici, ampak bojo končno pošteno plačani za svoje delo, ki ga itak upravljajo. Ker jaz se zelo dobro zavedam, dvigovati obremenitev, s tem, da moraš iti v predavalnico, s tem nisi nič naredil. In še ena zadeva je, jaz nisem nikjer napisal, da bojo vsi dobili 400 ur. Nikoli niso imeli vsi 400 ur, 300 je osnovna obremenitev, 100 nadobremenitev. Tam, kjer bojo pedagoške ure in ne bojo dosti za vse asistente v laboratoriju. Tako da to, kar se mi učita, da bom finančno potopil fakulteto, je ne bom. To, kar se mi učita, da bom dodatno obremenil asistentih, ne bom. Oni bojo delali isto, kot prej, sam plačano bojo dobili enkrat svoje delo, ki ga pošteno opravijo. To je v bistvu ideja. To je v bistvu ideja, da jim potem ostane čas za raziskovanje, ker oni to delo v vsakem primeru vložijo. In prvič smo s C predmeti dobili možnost, da se to delo tudi plača. Ja, jaz vidim v tem, ne me narobe razumeti, najprej hočem to povedati. Vsakmu privoščim, da ima čim višjo plačo. Ampak to, da imajo pa ta privilegij samo nekateri na fakulteti, to je pa nekaj v nasprotju z mojim razmišljanjem in tudi z obljubo, da se bom zavzemal za vse skupine zaposlenih na fakulteti. Tako za pedagoške delavce, kot za raziskovalce in kot za strokovno podporno osebje. In s tem, da se samo nekaterim da ta privilegij, gremo nazaj v tiste čase, veste, ko smo bili pred prenovo teh študijskih programov, ko smo se vsako leto borili za to, da bomo imeli čim več laboratorijskih vaj, da bomo imeli čim več asistentskih ur. V resnici nismo vedeli do zadnjega, koliko jih bomo imeli, ampak borili smo se in takrat, ko ste pa potegnili potem študentje, ker ste morali še več nekih rudimentarnih del delati takšnih, ki na koncu v podjetjih nič ne koristijo. Tako da jaz se bojim, da s takim ukrepom bomo šli zares nazaj, najmanj 4-5 let nazaj v razvoju fakultete. Ja, kar odgovorite. Ja, to je pač, bom dal repliko, moram dati repliko seveda. Kolega iz Eršek je pozabil povedati,
da so C predmeti enakomerno razdeljeni med vse laboratorije in da smo dodatno učiteljska mesta in asistentska mesta razdelili vsem laboratorijem in da smo dodatne kvote ur za C predmete razdelili vsem laboratorijem. In ko se bojo povečale kontaktne ure na C predmetih, jih bojo dobili povečane vsi laboratoriji. In od tam naprej je pa stvar vodje laboratorija, komu jih bo dal. Ne? Kaj ti zdaj nimamo samo 100% asistentov, za dodatnimi asistentskimi mesti smo dobili tudi delne asistente. In vodje laboratorija se odloči, ali bo nekega asistenta napolnil do 400 ur, do 350, do 300 in koliko teh ur bo dal kolegu raziskovalcu, ki na delnem pedagoškem delovnem mestu, ali 50, ali 70, ali 100. Tukaj vodstvo fakultete nima nič. To je odločitev vodje laboratorija in plačne politike v laboratoriju. Tako da ne bo privilegiranih. Privilegirani bodo samo, če jih bo privilegiral vodja laboratorija. In še ena zadeva, zakaj je bilo to treba narediti, zaradi že enkrat omenjenega 64. člena zakona o raziskovalni dejavnosti, ki pa je omogočil povišane plače samo raziskovalcem. Dr. Jerman? Ja, se pravi, tukaj smo se dotaknili, oziroma sta se kolega dotaknila kar nekaj točk. Jaz bi se tukaj osredotočil naprimer na ta nova delovna mesta, oziroma učiteljska in pa asistentska, ki so prišla na fakulteto, zaradi tega, ker smo res fakulteta, ki ima največ študentov na enega pedagoškega delavca. Ne? Lepo je tudi, da so bili razdeljeni po vseh laboratorijih, ampak ni pa tako dobro, ne, da so bili razdeljeni bolj po znanstveno-raziskovalni uspešnosti, kot pa po potrebah. Tako da, naprimer, v naši katedri je kar nekaj ljudi ostalo preobremenjenih, ne, lahko to potrdim čisto osebno, ne, ker jaz sem dobil približno 0,1 delovno mesto učitelja, moja preobremenitev je pa nekje 130%, če tako čez palec povem. Še kakšno vprašanje? A lahko jaz še Ja, seveda, še to. komentar Ja. dam? No, prav zato se mi zavzemamo za deljena delovna mesta, da bodo lahko pedagogi in raziskovalci uravnoteženo delali na obeh področjih in da bojo zato tudi prejemali višje plače. Tudi na osnovi 64. člena zakona, ki raziskovalcem omogoča višjo plačo, in če omogočimo, da bodo pedagogi del dela delali kot raziskovalci, bodo s tem vsi samo pridobili. Na koncu pa predvsem tudi študentje, zato ker boste dobili znanja od tistih, ki se dejansko tudi ukvarjajo z razvojnim delom v sodelovanju z industrijo in seveda v sodelovanju z drugimi inštitucijami. Profesor Klemenc, vi se pravi zavzemate za zmanjšanje kvot oziroma za ukinitev teh kvot. Profesor Jezeršek, vi pa za večjo izbirnost. Zakaj pa ne bi upoštevali oboje? Če enim študentom si nekdo bolj želi večjo specializacijo, ni čisto nič narobe, če je kljub temu omogočena večja izbirnost, on si bo pač izbral bolj specifične stvari. Študent, ki si želi večjo širino, bo pa lahko izbiral iz več različnih področji, kar pa se doseže s tem, da kvot ni v takem obsegu, kot so zdaj zastavljene. Ja, kar izvolite, dr. Klemenc. Ja, jaz sem tu že ene parkrat povedal in jaz mislim, da se tle z kolego Jezerškom strinjava. Ne? Popolna ukinitev kvot, pa me bo Matija popravil, popolna ukinitev kvot bi pomenila na visokem strokovnem študiju de facto ukinitev dveh smeri. Kar pomeni, če ti smer ukineš, če v osnovni smeri ni študentov, potem se tisti predmeti ne bojo predavali. Ne? To pomeni, ne, da smo zbernost ubili s tem, ko smo kvote sprostili. Ne? Kot dekan, vsak racionalen dekan si tega ne more privoščiti, ker je dobil problem s tem, kako bo izplačal plače ljudem. Kvote je treba samo sprostiti, ne? Na pameten način. Ni nujno, da vsi dobijo prvo željo. Zakaj se jaz zavzemam za omejitev izbernosti na magistrskem študiju, je pa zadeva zelo preprosta. Ne? Ker imam narejene analize, vem, kaj so tipični vzorci, je res, da se spreminjajo od leta do leta, ampak ne prav veliko. Predvsem pa, a veste, z omejitvijo zbernosti bi se lahko povečalo prekrivanje predmetov in za povečanjem prekrivanja predmetov bi se vam pa zmanjšal
dnevni obseg bivanja na fakulteti. Zakaj? Ker bi se vam zmanjšale luknje. To je poanta mojega programa. Zato delna omejitev zbernosti, kajti zdaj imamo narejeno tako, da se nikoli ne prekrivata več kot 2 predmeta. Če bi dopustili, da se v nekaterih terminih prekrivajo 3 predmeti, bi se študijski proces, tu pa govorim pri polni zavesti, kar se tiče predavanj in predavalniških vaj, končal do 4 popoldne. Doktor Jezeršek? Ja, lejte, odgovor vam. Jaz trdim, da ta naša rešitev, da pridobimo podatke o željah študentov dovolj zgodaj in imamo čas, da se potem optimira urnik, je univerzalna. Tako da študent, ki si ne želi imeti toliko izbirnosti, čisto lepo paše sem noter. Kar se pa optimizacije tiče, no, tukaj imam pa v ekipi 2 sodelavca, ki sta se s tem že zdaj ukvarjala. To je kolegica Darja Rupnik in Gregor Čepon in bosta to naredila, ker vemo, kako je to potrebno narediti. Zdaj čas morda še za drugo vprašanje, ki ga je postavil Jure Knez, potem pa smo že pri 3. sklopu našega pogovora, soočenja, kakorkoli želite. Živijo, lep pozdrav. Moje vprašanje bi bilo, kako vidite usodo peskovnika, potem sodelovanje z gospodarstvom, naprimer programa mladih raziskovalcev v gospodarstvu. Evo, pa začnimo pri peskovniku, dr. Klemenc. Ja, mislim, peskovnik upeljala naša ekipa. Ne. Mi bi ga rade volje razširili, pa prostora ni. V novi fakulteti se bo peskovnik razširil čez 500 kvadratnih metrov. Kar bomo naredili v bistvu, če bom jaz zvoljen kot dekan, bomo v bistvu nastavili bolj profesionalno vodstvo peskovnika, ki bo zadevo peljalo še bolj v pravo smer. To je to. Kar se tiče mladih raziskovalcev iz gospodarstva, sem zadevo že omenil. To sem pozdravljamo, to je bil najboljši program financiranja doktorskih študentov v vsej zgodovini Slovenije, ne, ki je pač ugasnil zaradi finančne krize leta 2012 in sodelovanje z gospodarstvom, tukaj pa mislim, da ni kaj povedati. Ne. Sodelovanje z gospodarstvom mora biti na nivoju raziskovalnih projektov, mora biti na nivoju razvojnih projektov, na nivoju diplomskih in doktorskih nalog. Tu sploh ni nobene dileme. Pod vprašanje, rekli ste, pa je ugasnil zaradi krize, zdaj nismo več v krizi, ga lahko prižgete nazaj? Fakultete in univerze ne. Program mladih raziskovalcev iz gospodarstva je bil program Ministrstva za gospodarstvo, ne Ministrstva za visoko šolstvo. Ne. In tako, kot ga je ministrstvo ugasnilo, tako ga lahko ministrstvo prižge nazaj. In seveda, mi se dosti pogovarjamo o teh zadevah z kolegi iz gospodarstva, z ministrstvom, ampak neke hude volje na strani države za to zaenkrat ni bilo opaziti. Hvala. Dr. Jezeršek? Ja, glede peskovnika, no, tukaj smo dogovorjeni, da bo profesor Slavič peskovnik še naprej vodil, zato ker trdim, da je odličen vodja, on je to do zdaj že odlično vodil in verjamem, da bo tudi naprej. Predvsem želimo vlogo peskovnika razširiti, tako da bodo v peskovniku se odvijali tudi študentski tekmovalni projekti in da bodo lahko noter tudi podjetniške ideje študentov se razvijale bolj kot do sedaj. Kar se tiče mladih raziskovalcev iz gospodarstva, tudi jaz absolutno podpiram ta instrument financiranja. Tudi sam sem že imel doktoranda, ki je bil financiran na ta način. Trenutno tega ni, kot dekan se bom trudil, da bomo to zlobirali na vladi oziroma na pristojnih ministrstvih. Je pa tukaj še to za izpostaviti, da mi kot fakulteta sodelujemo z gospodarstvom in je tudi to en možen način sodelovanja, da od njih pridajo k nam preko kakršnega koli razpisa, mimo kakršnega koli razpisa, doktorski študentje, ki se pri nas izobražujejo. In jaz v laboratoriju imam že vrsto takšnih študentov, ki so uspešno zaključili in so šli zdaj nazaj v gospodarstvo in tam odlično delajo. In to je tudi en tak temelj za uspešno nadaljne sodelovanje in povezovanje fakultete z gospodarstvom. Hvala lepa. In dr. Jerban?
Ja, tudi pod mojim vodstvom seveda bo usoda peskovnika zelo rožnata. Ne. Se pravi, ta projekt se je izkazal kot zelo dober in ga je treba samo nadaljevati. Kar se tiče mladih raziskovalcev iz gospodarstva, se pravi, ni v naših rokah, lahko samo se prizadevamo za to, da bi se to spet uvedlo. Dejansko pa lahko tudi sledimo naprimer MIT-u ali pa podobnim univerzam, in kjer imajo naprimer tretjino vseh študentov doktorskih študentov, ne, naprimer na MIT-u, in preko teh doktorskih študentov iz gospodarstva nadomestimo ta manko mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Omenili ste doktorske študente. Kako pa narediti ta doktorski študij bolj privlačen za študente? Če govorimo seveda o tem, kaj jih čaka, ko se trudijo, na koncu vemo, kakšne so v slovenskem gospodarstvu plače, lahko tudi zaradi obremenitve le-teh, pa potem, če pogledajo čez mejo, vidijo, da so tam plače precej višje, ampak ni zgolj to, verjetno jih je treba navdušiti še s čim drugim. Torej, kako lahko tudi ta doktorski študij oplemenititi in narediti bolj privlačnega, da bo na koncu tudi tam večji izplen? Dr. Klement. Najlepša hvala. Ja, to je v bistvu eno od teh zadev, jaz tudi v programu. Ne. Kaj je glavni problem? Ne? Glavni problem je, da mi doktorski študij zadnje leta dosti popolnjujemo s tujci, ker naši študenti ne želijo nadaljevati na doktorskem študiju. Jaz se kot prodekan tudi za 3. stopnjo dosti pogovarjam s temi študenti in razlog je pri večini, ne pa pri vseh enak, to so prenizke plače. Zato je eden izmed ukrepov. Ne. Mi smo javni uslužbenci, sistemu plač v javnem sektorju in jaz ne morem obljubljati, da bom komorkoli dvignil plače izven dogovora. Ne. Lahko pa vpeljemo v bistvu sistem nagrajevanja za vse doktorske študente, ki redno napredujejo na doktorskem študiju, prvi, drugi letnik in tako končajo. Ne. Jaz sem se v bistvu tudi pogovoril z našim računovodstvom, z našo pravno službo, zato ni nobenih ovir, sredstva za to so na voljo. Mi imamo pač srečo vsi, da stojimo na sorazmerno dobro stoječi, finančno dobro stoječi fakulteti, ne, ampak to je samo ena izmed zadev. Druga zadeva je, ne, in zato se moramo vsi prizadevati, da bodo doktorski študenti delali na zanimivih raziskavah. Kot fakultete za strojništvo, ne, smatram, da so zanimive raziskave take, ki seveda dajo znanstveni doprinos, to je pogoj, ampak ne, ki se lahko v sorazmerno kratkem času, recimo do časovnem horizontu do 5 let, manifestirajo v izdelkih in to bo dodatna motivacija. Ne. In na ta način bomo mi lahko pridobili tudi doktorske študente iz gospodarstva. Res je, mi že imamo doktorske študente iz gospodarstva, ne. Ampak če ti študenti niso prisotni na fakulteti, se njihov študij ekstremno podaljša. Ne. Tipično trajanje doktorskega študenta iz gospodarstva je skoraj 2-krat daljše kot enega mladega raziskovalca. Zakaj? On je tam 40 in več ur na teden vpet v probleme gospodarstva. Ne. In izkušnje, ki sem jih jaz imel z mladim raziskovalcem iz gospodarstva, je idealna zadeva 3 dni na teden v podjetju, 2 dni na teden v fakulteti. Ne. In je to tedenski prenos znanja. Tako da to je še ena zadeva. Ne. Kar se pa tiče, veste, zaposljivosti naših doktorskih študentov so pa take, ne, ekstremno dobre. Večina njih zaseda zelo kvalitetna in visoko plačana delovna mesta v gospodarstvu. Tako da kar se pa te nagrade po končanju študija tiče, tle pa ni nobenega dvoma. Ja, se absolutno strinjam s tem, ne, kar je zdaj nazadnje povedal kolega Klemenc. Glede nagrad najprej, no, ker moram tukaj se navezati tudi na njega. Nagrade so obljubljene tistim doktorskim študentom, ki bodo redno napredovali v višje letnike. Torej, tisti, ki delajo bolj na aplikativnih projektih, sodelujejo z gospodarstvom, običajno dlje časa študirajo. Ampak naloge, tematike so pa bolj vpete v gospodarstvo. A ni torej malo krivično, da zdaj ti pa ne bi bili deležni takšnih nagrajevanj? No, to se sprašujem. Zdaj pa nazaj, jaz menim, da za doktorske študente je predvsem pomembno, da jim zagotovimo ustrezne mentorje, takšne, ki so vrhunski na svojem področju, ki bodo takšnim doktorskim študentom nudili vrhunsko delovno okolje, opremo, sodelavce, da jih bodo uvedli v akademski svet
ki jim bodo nudili možnost potovanja v tujino, izobraževanja, do izobraževanja, in to je tisto, s čimer lahko pritegnemo dobre ljudi k nam na doktorski študij. Plače so pa zares omejene. S tem se strinjam. Zdaj, možno pa je, da jih nagrajujemo, to vsi vemo, ne, s tem, da jim izplačujemo avtorske honorare, ampak zopet, če delajo na industrijskih projektih, se pravi, da sodelujejo z gospodarstvom. Tako da to je to. Zdaj, zakaj, oziroma kakšne imamo pa mehanizme za to, da bomo omogočili, da bodo mentorji še boljši, bolj odlični, predvsem tako, da jim bomo pomagali pri pridobivanju raziskovalnih projektov, da se bodo tukaj izpopolnjevali, da jim bomo pomagali pri nakupu raziskovalne opreme. To je en del našega programa. In ustanavljali bomo strateška partnerstva z globalno prepoznavnimi univerzami. S tem menim, da bodo imeli tako mentorji več možnosti, da bodo postali bolj odlični, kot tudi njihovi doktorski študenti. Repliko ste želeli, potem pa še doktor. Ja, seveda, kaj je glih kolega omenil, doktoranti, ki delujejo na aplikativnih projektih, ne napredujejo tako počasi. Ne napredujejo tako hitro. Ne napredujejo tako hitro na doktorskem študiju iz preprostega razloga, ker jim njihov mentor ne podpiše raziskovalnega dela, ki je ključno za prehod v višji letnik. Če jim mentor podpiše raziskovalno delo, raziskovalno delo predstavlja 3/4 vseh ECTS točk na doktorskem študiju, ne vidim razloga, zakaj ta študent ne bi redno napredoval v višji letnik, tudi če dela na aplikativnih projektih. Ampak če prihaja iz gospodarstva, torej ni zaposlen na fakulteti, tak ne bo. V programu je napisano zelo eksaktno. Nagrado bodo dobivali samo tisti študenti, ki so 100% zaposleni na fakulteti, ker nam je cilj pridobiti doktorske študente tudi na fakulteto, za zaposlitev na fakulteti. Samo tisti, kje je meja, vemo vsi, kje je meja, 51% zaposlitev na fakulteti je meja. Doktor Jerman? Ja, se pravi, včasih je nagrado dobil mladi raziskovalec, če je predčasno zaključil študij, je tako, bom rekel, fakulteti prihranil nekaj časa, državi pa nekaj denarja. Jaz načeloma se ne strinjam, da bi bilo treba pač študente, tudi doktorske, nagrajevati denarno. Jih je pa seveda treba ustrezno motivirati, prav tako je ustrezno potrebno motivirati mentorje in predvsem poskrbeti, da se doktorski študij konča v roku, da teče po planu in da če ne teče po planu, da se ugotovi, kaj je narobe. Ali so tukaj kakšne težave samega študenta, ali so tukaj težave kakšne sistematične ovire oziroma administrativne ovire, ali pa je mogoče tudi včasih krivda na samem mentorju, ki morda nima dovolj časa. Treba je torej sistematično izboljševati pogoje za doktorski študij, usposabljati mentorje za to, da razumejo tudi tukaj svojo dolžnost, se pravi, da spodbujajo študenta in da zagotavljajo njegov reden študij, če je le mogoče. Tako da mislim, da je potem to tudi prava pot in koncem koncev dobra nagrada samemu doktorskemu študentu, da konča pravočasno in potem lahko poišče tudi dobro plačano delovno mesto v gospodarstvu, tako kot smo slišali, da obstaja. Glede na to, da je vendarle znanje, ki ga dajete na fakulteti, izjemno, kako je z mednarodnimi programi? Se pravi, kaj v vašem programu obljubljate, da bo tudi s tem mednarodnim sodelovanjem morda še bolje? Pa naredimo še en tak krog, kar doktor Klemenc. Ja, najlepša hvala. Jaz sem tu dal program. Jaz moram povedati, da smo ravno prejšnji teden za kolegi iz Švedske in Francije dali v bistvu prijavo za skupni magistrski program lahke gradnje za trajnostno mobilnost. Če bomo mi izvoljeni, bo en izmed prvih korakov začetek akreditacijskega postopka za študij strojništva v angleščini. Mi imamo v bistvu že 80% dokumentacije za to pripravljeno. Niso pa pomembni samo mednarodni programi, pomembni so tudi interdisciplinarni programi. Bom rekel, začetni pogovori so že stekli z nam sorodnimi fakultetami.
elektrotehniko, fakulteto za računalništvo in informatiko. Moja velika želja pa bi bila, da bi naredili interdisciplinarne projekte tudi z nam ne tako bližnjimi fakultetami. Ne, moram reči, da mi imamo v zadnjem času zaradi sodelovanja pri nekaterih projektih zelo dobre izkušnje, ne, pa ste s katero fakulteto za družbene vede. Ne. Tako da recimo njih zagotovo vidim v kakšnem interdisciplinarnem programu, prej kot fakulteto za ekonomijo. Ja, glede mednarodnega programa, glejte, ko sem bil prodekan za prvo stopnjo, smo zorganizirali, da so se pripravili predmeti za Erasmus študente. Teh predmetov je bilo takrat preko 20, zdaj jih je še več. In logična posledica, logičen naslednji korak je, da se to zapakira v mednarodni program in da ta program ponudimo ne samo Erasmus študentom, ampak tudi vsem ostalim. Tako da to bomo tudi mi napravili glede interdisciplinarnih programov. Tukaj imamo sorodne poglede s kolegom Klemencem. Menim, ja, da je potrebno našim študentom oziroma bodočim študentom ponuditi še širše možnosti pridobivanja kompetenc. Tukaj je področje umetne inteligence, področje podjetništva treba nasloviti, področje elektronike, tudi s fakulteto za matematiko in fiziko se bomo povezali, tako da bomo na ta način zares naredili atraktivne programe in jih ponudili našim študentom. Predvsem bomo pa s tem dosegli še nekaj, kar je tudi zelo pomembno. Dosegli bomo nove partnerje znotraj univerze, s katerimi si bomo lahko bolj tesno se bomo lahko pogovarjali, si delili lastne izkušnje, zato ker bomo na ta način tudi sodelovali in ne nazadnje, ko se bomo začeli pogajati ali pa dogovarjati za zaprte finančne konstrukcije, bomo rabili tudi takšne partnerje. Tako da to je tak širši vidik, ki je zelo pomemben. Pa še vi, gospod dr. Jerman. Ja, torej jaz bi tukaj rekel, da je seveda tole vse zelo lepo slišati, ampak moramo tudi nekako pristati na realnih tleh. Torej, govorimo o novih programih za vojsko, za policijo, o novih interdisciplinarnih programih, o novih mednarodnih programih, za katere morate vedeti, da mora obstajati po novi zakonodaji tudi direktni slovenski ekvivalent. Ne? In na drugi strani govorimo o fakulteti, ki ima premalo prostora, ne? Kjer ni prostora za študente, kjer ni prostora za to, da se organizira urnik v optimalnem režimu. Govorimo o razbremenitvi profesorjev in asistentov, ne? In to nekako ne gre skupaj, še posebej ne v tem dveletnem mandatu, o katerem v bistvu tukaj govorim. Ja, ampak enkrat je treba začeti, to je direkten odgovor. Zdaj, kar se pa tiče sredstev, tukaj en tak interdisciplinarni program pomeni, da sodelujejo 4 članice. Tukaj je potrebno zagotoviti približno 20 predmetov, tako da je to približno eno učiteljsko mesto na fakulteto. Tako da ta mesta smo pa pridobili tudi s pomočjo kolegov v zdajšnjem vodstvu. Še kakšno vprašanje iz publike? Potem smo pa prišli skoraj do konca. Ne? Dobro. Ja, kar izvoli, evo. Ja. Mogoče ni toliko povezano čisto na to, ampak pri usklajevanju urnikov imate vsi svoje rešitve za PAP program pa za magistrski program. Jaz pa kot študent RRP programa, moj urnik tudi ni lih rožnat in me zanima, kje so vaše rešitve za ta program, ker niti kvote, niti anketa o izbirnosti ne bo pomagala rešiti urnikov na RRP programu. Ja, če jaz začnem, gledajte, se strinjam, tam ne bomo mogli na ta način pristopiti, ampak nameravamo se pa pogovoriti z vsemi, ki so udeleženi v tem procesu, in to ste tudi študenti. Torej, s učitelji, asistenti in študenti se bomo usedeli, pogledali, kje so možnosti za izboljšave in potem ustrezno ukrepali.
Dr. Klement. Ja, mi smo v bistvu k tej aktivnosti že pristopili, ker smo uvedli nove študijske programe. Veste, da so se na RRP študiju v bistvu študenti morali sami vpisovati v vaje in potem je 2 leti nazaj prišla pobuda za strani študentskega sveta, prav z vaših predstavnikov, se pravi RRP programa, da pa tega ne želite, ne, in smo potem naredili urnik drugače, ne, tako da vas lahko študentski referat v bistvu upiše na vse do ta zadnje laboratorijske vaje, brez da se vi udeležujete. Ne? In mi smo mislili, da smo s tem storili dobro delo, pa so bile ankete, kar se tiče urnika na RRP, praktično identični. Kaj je naša rešitev? Mi imamo v bistvu postavljena oba sistema in zdaj le boste po volitvah, da s tem nismo kontaminirali volitev, dobili vsi študenti redno upisani na se pravi RRP študiju, se pravi prva 2 letnika PAP študija, pozivi študentskega referata, da izpolnite anketo in se do tega opredelite, kaj si želite. Samo upisovanje na vaje ali da vas upiše študentski referat. In glede na rezultate te ankete bo pripravljen urnik za drugo študijsko leto. Kar? Pač tu sta spet dva zelo taka pola. Mogoče bi lahko iskali neko rešitev v sredini, ker naprimer menjave vaj in urnikov, čeprav nas lahko študentski referat upiše kamorkoli, so možne samo od enega urnika, se pravi, da s študentom zamenjam s kolegom cel urnik. In če imam jaz slab urnik, noben ne bo hotel niti vzeti mojega urnika, niti jaz ne bom hotel nobenega kolega vzeti urnika, ker pač tudi ni nič boljš. In pač lahko razmislite mogoče tudi o tem, da se te lahko omogoča menjave med skupinami vaj, tudi na individualni ravni, tudi v študentskem referatu, ne samo tam, kjer naprimer profesori pa asistenti s tem soglašajo in se to naredi mem referata. No. Zelo razumem vaše vprašanje. Ne? Problem pa je, ker je urnik sestavljen tako, a veste, da so v istem terminu, ne, so recimo 4 predmeti tečejo en čez drugega z laboratorijskimi vajami. In če boste vi zamenili pri enem predmetu skupino, se vam bo podaril urnik še pri 3 drugih predmetih, vam ali pa vašemu kolegu. To ne velja predvsem, in vem, na katere vaje ciljate, to ne velja predvsem za tiste vaje, ki so bolj v popoldanskih urah, ne, tam recimo po 6. uri. In ja, s tem se strinjam, tam bi se dalo kaj narediti, ampak v osnovi se je treba odločiti, na kakšen sistem bomo šli, ampak to bo vaša odločitev. Ali samo upisovanje, ali upisovanje v študentskem referatu. Vsak sistem ima prednosti in slabosti. Vemo, kaj pomeni samo upisovanje. Tistih 50, ki je v ponedeljek ob 7. zjutraj prišlo na server, so dobili želene skupine, ostali pa ne. Upisovanje strani študentskega referata pa pomeni, da se zaznamovani za svojim imenom pa priimkom. Dr. Boris Herman, zdi se, da sta samo slabe rešitve. Kakšne pa vi ponujete? Ja, jaz bi predvsem rekel, da moj študent naj študira in fakulteta mu mora to omogočiti. Tukaj bi bila najboljša rešitev najbrž kompromis, da se v osnovi te urniki postavijo se strani študentskega referata, da pa se potem omogoči, če nekdo individualno poišče rešitve, da se mu ujamejo vse stvari, da se mu omogoči narediti tako izjemo, se pravi, ko poišče zamenjave z drugimi kolegi, ki jim pa morda spet nekaj odgovarja, bodi si zato, ker imajo tudi boljši urnik, ali pa zaradi tega, ker imajo morda v tem času še kaj za opraviti, oziroma jim zaradi česa drugega taka rešitev odgovarja. Tako da jaz bi bil za kombinacijo, predvsem pa bo vodstvo pod mojim dekanovanjem poslušalo in tudi slišalo študente in njihove želje. Do takrat pa zamenjate ta slab urnik s kom, ki ne ve, da je slab. Tako, mislim, da smo prišli do konca. Ja, še eno vprašanje, seveda. Ja, mogoče še samo eno vprašanje, ki se navezuje na rezultate naših poizvedb. V sklopu študentskega sveta smo malo spraševali za mnenje študente, tudi kaj si mislijo glede izmenjav, in zdaj glede na to, da noben je vprašal, bom jaz vprašal, kako vi planirate strateško študente bolj vključiti v izmenjave, glede na to, da je jasno izražen interes, oziroma glede na rezultate ankete, je jasno izražen interes, da bi se študenti, da bi radi vedeli kaj več o izmenjavah, zlasti Erasmus in ja. Dr. Klement.
Ja, najlepša hvala. Poznamo te zadeve, ne. Se pravi, mi smo podedovali stanje od prejšnjih vodstev, da so bile izmenjave omogočene samo študentom magistrskega študija. Mi smo zdaj te izmenjave pripustili tudi, se pravi, na prvo stopnjo študija. Tle je težko odgovoriti tako, da vam bo všeč. Interes med študenti je velik, ne? In mi v bistvu poberemo že zelo zgodaj v letu interes za izmenjave za naslednje leto, ne? In teh dogodkov je kar nekaj, ne? Da študente seznamimo s tem, pa so v živo, pa so po spletu, ne? Problem pa imamo, ker je treba konkretne izmenjave izvesti, ne? In tipično nam tam usahne 20 do 30% študentov. Nekaj iz opravičljivih razlogov, ne, recimo takih, da ne dobijo dosti poceni stanovanja, nekaj študentov pa enostavno ne vrne podpisanih pogodb in se v bistvu prekinejo komunikacijo za našo mednarodno pisarno. Tako da mi smo, kar se tiče outgoing študentov, treba pošteno povedati, smo podhranjeni. Nam noter pride zdaj že več kot 100 študentov na let, ven jih bo šlo letos, če bomo imeli srečo 50. Ne? Ampak Erasmus program je vzajemni program, moralo bi biti 100-100, ne? In mi karkoli delamo in pripeljamo nove, zanimive programe, ne? Pride do tega usihanja in recimo tudi nikoli ni na nobenem informativnem dnevu več kot nekih 70-80 študentov. Doktor Jezerček, kaj pa tukaj narediti? Jaz se aktivno zavzemam za to, da bomo omogočili tudi študentom prvostopenjskih programov, da gredo na izmenjave. Predvsem zadnji letniki. Ampak to na tak način, da boste zares dobili povabilo na sestanke, da vas bomo spodbudili k temu razmišljanju. Zdaj je to tako, kakor jaz slišim, ne, da v principu grejo lahko študenti na izmenjavo, ampak prav zelo spodbuja se pa ne tega. No. Tako da mi se bomo aktivno zavzeli za to, da boste šli. Zakaj? Zato, ker menimo, da je to odlična izkušnja, ki jo privoščimo mladim, da vidite, kako se dela drugje in da ta znanja potem tudi prinesete nazaj in te izkušnje. In na ta način bomo vsi samo rasli, če boste tudi vi šli v tujino in prinašali nazaj svoje izkušnje. Sam kratka replika. No, mi dejansko to spodbujamo. Mi smo prvo vodstvo, smo še enega zaposlili dodatnega človeka v mednarodni pisarni. Prav zaradi tega, da se še boljša podpora nudi vsem tem študentom. Doktor Jerman, kljub temu, kar smo zdaj slišali, očitno ni zanimanja toliko, kot bi ga bilo potrebno, ali pa študenti ne vejo, kaj jih čaka, oziroma jih ni dovolj spodbujanja. Torej. Ja, že samo vprašanje je mogoče bilo malo kontradiktorno, ne? Se pravi, da je nek po svoje velik interes in da je po svoje majhen odziv. Ne? Fakulteta si prizadeva k temu, da bi izenačili to izmenjavo, tako da sigurno bo tudi pod mojim vodstvom spodbujala študente. Treba jih je dobro informirati, potem pa za tisto skupino, ki bo izrazila interes delati bolj načrtno, jo spremljati, ne? Da se pokažejo neke težave, zaradi katerih bi oni eventualno odstopili in se jim potem tudi pri tem pomaga. Verjamem, da se da tudi navezati stike za državo oziroma fakulteto prejemnico, ki bi že lahko vnaprej nekako zagotovila oziroma pomagala pri iskanju ustreznega prebivališča in podobnih zadev. Mislim pa, da največji napredek je bil narejen že, kar se tiče teh izmenjav, ko smo nekako iz zahteve, da je treba predmete zamenjati eno na eno, torej z enakimi ali zelo podobnimi predmeti, prešli na možnost, da se izberejo tudi drugi predmeti. Tako da, naprimer, poznam primer, ko je študent izbral 6 predmetov na eni fakulteti iz področja vozil, ki so pri nas smo včasih tudi te predmete imeli. On je zdaj izbral 6 predmetov iz področja vozil in tako bo eden od redkih, naprimer, diplomantov naše fakultete, ki bo poznal ali pa imel tako široko in tudi hkrati globoko znanje o vozilih. Torej, tudi na ta način se da vzpodbuditi interes študentov za izmenjave.
Jaz imam to vprašanje glede PAP programa. Rekli ste, da se vsako leto je nekako malo interesa za eno ali pa dve smeri. Glede teh kvot je gotovo problem. Jaz nisem dobil svoje smeri, tudi ogromno sošolcev ni dobilo tiste zaželjene smeri. Bi bilo res tako slabo, če bi se tista ena ali pa dve smeri ukinili, za katere že več let ni zanimanja in mora potem nekdo prisilno iti na tisto? Ja, to je pa kar na vas vprašanje letelo. Ja. Zame letelo. Glejte, na to vprašanje obstajata dva različna odgovora. Če me vprašate kot profesorja, ne, na smeri konstruiranja, ki nikoli ni imela nobenih problemov z interesom študentov, bi rekel, ja, seveda, brez problema, ker ni interesa, smeri ukinemo. Ne. Če me pa sprašujete kot eventualnega dekana, bom vam podgovoril niti slučajno, ker so na tiste smeri vezana učiteljska in asistentska delovna mesta. Ne? In kaj je recimo najbolj zanimivo, je pa to, ne, da so te smeri, ki so dejansko v družbi potrebne. Ne bom jih tlele imenoval, imam jih tukaj napisane, ne, in bi bilo od dekana, kdorkoli bo izvoljen, popolnoma neodgovorno, da te smeri ukine. Ker veste, ker vi enkrat smer ukinete, te smeri ni več. Ne? In je potem postopek, da vpeljete smer nazaj 2 leti, ker vi smer ukinete, jo NAKVIS prečrta, in da vpeljete nazaj, je postopek traja približno 2 leti. Ne? In zato bi jaz rekel, spremenjeni študijski programi so bili sklenjeni v nekem dogovoru. Ne? Lahko se pogovarjamo o tem, ne, ali smo bili vsi enakomerno vključeni ali ne, ampak bil je dosežen, to je treba priznati, dosti širok, ne pa 100% konsens na fakulteti. Ne? In če je bil takrat sprejet v bistvu tako širok konsens, ne, da mi te smeri potrebujemo, jih pač potrebujemo, ker pogledajte, življenje se zelo spreminja. Ne? Mi smo imeli 3-4 leta nazaj ekstremen problem z vpisom na letalske smeri. Ne? Tako ekstremen problem, da smo smer snovanja in vzdrževanja letal držali na umetnem dihanju, po domač povedano. Pilotov je bilo 5. Ne? V bistvu imeli smo razlog, da ukinemo celo letalstvo. Ne? Kaj se je zgodilo dan danes? Ne? Prišla je do nas vojska, prišla je do nas policija. Ne? Mi imamo in pilotsko smer, in smer snovanja in vzdrževanja letal tako polne, kot še nikoli v zgodovini fakultete. Ne? Zakaj? Ker so se spremenile okoliščine. A veste, in okoliščine so pa v Sloveniji, ki je majhna država, zelo banalne. Kaj je sprememba okoliščin? To, da bojo policaji kupili 2 nova helikopterja, ne? In to, da je vojska kupila enega novega transporterja, pa bojo še enega. Človek bi rekel, kaj pa je tu? Za vsakega od njih rabite 4 posadke za vožnjo, pa 2 vzdrževalne posadke. Ne? In policisti niso novega pilota zaposlili, koliko mislite že časa? 12 let. In imajo polovico pilotov 5 let pred penzijo. Veste, to so tiste spremenjene okoliščine. In če bi mi sledili 4 leta nazaj samo željam študentov, teh smeri ne bi bilo več, danes so pa to najbolj polne smeri na PAP-u. Hvala za besedo. Mene zanima, zdaj zajeli ste veliko področje sklepov, v bistvu delovanje vašega vodstva. Zanima me pa, kako je vaše mnenje oziroma vaš pogled na študentsko organizacijo, ki ni uraden organ fakultete, vendar kljub temu obstaja. Da imate opcijo, da jo izkoristite ali pa tudi ne, in kako bi jo izkoristili oziroma vključili, da se izboljša študijski proces oziroma študijsko vzdušje in celotna izkušnja, ker pač vpliva to na vse, in zaposlene in na študente vpisane na strojništvo. To bo vprašanje pa kar za vse 3, pa bomo začeli pri vas, doktor. Ja, hvala lepa. Torej, študentska organizacija je definitivno dobrodošla pri nas, v našem vodstvu. Če bo prišla, izkazala interes, bomo poiskali možnosti za sodelovanje. Namreč mi od študentov dobivamo informacije na različne načine.
Nekaj so ankete, nekaj so individualna mnenja, nekaj je študentski svet in seveda še neko dodatno mnenje bo seveda zelo, zelo dobrodošlo in zelo, zelo koristno. Tako, da ste dobrodošli. Dr. Jezeršek. Ja, jaz se tukaj pridružujem kolegu Jermanu. Študentsko organizacijo potrebujemo, to je nekaj, kar tudi študentje upam, da potrebujete. Kot sem že v programu zapisal, računam na vas, da bomo skupaj naprimer organizirali ekskurzije, potem srečanja s podjetji. Obštudijske dejavnosti so nekaj, kar vi vem, da dobro izvajate in pri tem boste imeli tudi našo podporo. Tako da absolutno se strinjam s tem, da ste dobrodošli in vam bomo tudi omogočili delovanje na fakulteti. In dr. Klemenc. Ja. Jaz mislim, da je sodelovanje za študentsko organizacijo, govorimo o tem v našem društvu, neizkoriščen potencial. To je moje iskreno mnenje. Vi pa malo pomislite nazaj, kateri je bil edini prodekan v zadnjih 2 vodstev, ki se je udeleževal vaših dogodkov v kampusu. To je vse. Evo, hvala lepa, da ste bili tukaj, hvala lepa, da ste postavljali vprašanja, hvala lepa vsem 3 kandidatom za predstavitev, pa da ste obljubili, da boste kar hitro rešili ta prostorski del, ki je mogoče hitro rešljiv, torej da bo napis čistilka ne čisti in ne moti malo obešen, da smo vsaj eno stvar rešili danes. Pa ne pozabiti, da morate voliti, to je vaša pravica, ampak hkrati pozabljamo, da je to tudi dolžnost, sploh če imate to možnost. Tisti, ki spremljate to preko spleta, pa upam, da ste dobili nekaj odgovorov in lep pozdrav. Ja, tudi z moje strani. Hvala lepa za povabilo, da smo imeli možnost predstaviti naše programe in res tudi jaz vas spodbujam, pejte na volitve, s tem boste vplivali na to, kdo bo v naslednjem mandatu pomagal pri rasti fakultete, se zavzemal za kulturen dialog. In še nekaj, če imate še kakršnakoli vprašanja, karkoli, veste, kje je moja pisarna, pridite pa se bomo pogovarjali. Dr. Jerman. Tudi z moje strani najlepša hvala za povabilo. Zelo prijetno je bilo tukaj z vami deliti naše usmeritve in odgovarjati na vaše vprašanja. Predlagam vam oziroma pozivam vas, da greste na volitve in predlagam vam, da volite spremembe. Torej mene. Hvala lepa. Dr. Klemenc. Ja, najlepša hvala še za zaključne besede. Tudi jaz bi se rad zahvalil auditorijem, tudi študentom, ki so nas povabili. Seveda, pejte na volitve. Moja zaključna beseda bo pa nasprotna od kolega Jermana. Če mislite, da so spremembe edina stalnica v življenju, pomislite še enkrat. Človeštvo se že 2000 let razvija ob tehnološkem napredku, pa smo še zmeraj približno takšni, kot smo bili v dobi starorimskega cesarstva. Za vsak način pejte na volitve, ne glede na to, katerega boste zvolili, ker bi bilo dobro, da v teh časih fakulteta ima dekana, ki ima za sabo legitimnost. Legitimnost med zaposlenimi, legitimnost med študenti. Hvala lepa in na volitve.